ne me zdaj motit, ne zdaj hoditi v sobo, ker se rabim mir. A pišem za druge ljudi, ali pišem samo v bistvu sebe, iz ega, ne? Pa mi je nekdo rekel, pač, ti se ful preveč ukvarjaš s tem, kaj si drugi pač mislijo o tebi. Bili stvari, ki se zgodijo spontano. Tako, veš, tudi to, da sem zdaj dan slej, pač. Snema? Good. Okay. Evo, danes malo drugačna lokacija tega podcasta, malo tematsko obarvana. Tematsko obarvana. Eva, lepo pozdravljena na podcastu. Čau. Evo, tako da mislim, da si ti prva, ki so predlagali Nik pa Hana za gosta, tako da bo zanimivo, ne? Bomo videli, če jim lahko še naprej. Hvala za povabilo, ne? Tako da malo zdaj... Se pravim, glasba ni lih moja področje, ampak se pravim, se učim, bo pa zanimivo malo spoznati nove stvari in tako da. Ja, cool. Jaz sem bila ful, tako najprej sem tako, malo me je bilo strah, ker sem dobila to povabilo, ker sem tako podcast Bene, se redobro počutje, sem tako, ker najprej sem mislila, da imaš res tako temo, sem tako fitness in tako stvari, ne. In pa sem tako, pa sem si pogledala par teh intervjujev in sem bila tako, mislim, da bom tudi jaz lahko kaj pametnega povedala. In tako da, Kjer si se pogledala? Pogledala sem si, mislim, da je bil tako nek doktor neki, tako brez, ne vem točno imena, ampak je govoril tako neka depresija in športniki. Duševno zdravje. Uroš Perko. No, tisto politak sem spogledala od Nika in Hane. Yes. Ja, in pa sta rekla, sem vas shout-outala, sem te shout-outali na koncu. Podcasta in zvala tako, hvala. Nice. Ja. Si pa tudi prva hostja, ki prinesla neki sabo, neka asistent. Glej, to sem... Asistent. Tako, ne vem, to sem zdaj tle dobila, ne, in mi je ful všeč. In to pa zdaj, ne vem, tako, se mi zdi kar cute, da bi biti tle, ne? Tako, ja. Tako da, cool. Ja, cool. Aha, imaš že dolgo cajta, od otroštva, ne? To je tako moj prijatelj iz vrtca že, zmeraj kam je, ne se je zahetala. A to je res, ali? Ne, to sem dobila tle. Sem mislil, da ste res prinesla sobo. Ne, ampak pač to, ne. Se je zdaj kar luška na zadeva, ne. Ja. Če ne druza malo za razbito monotonijo podcasta, ne, tako da. Barve, ne, zdaj, ko smo bolj v črnem vse, ne, tako da. Tudi jaz v črnem, dobro, ti si v rdečem, ne? Jaz sem v rdečem, jaz imam zelo rada rečo barvo. Tako se mi zdi taka strast, taka kri, taka borbenost. Ja, tako da imam rada, sem v rdečo obleča. Nice. Ja. Neč, kako lahko gremo poleg kar na tvojo primalno področje, kako se temu rekel, glasba, ne? Ja, sej mislim, da bi rekla, da je to kar primarno, ja. Ja, sej delam ful stvari in včasih mi gre tudi tako na živce, veš, ko pol folk misli, da zdaj, če imaš tako en primarni talent, ne, da pol te dajo tako škatlico in so tako, zdaj boš delal ti lahko sam to in si tako dober v tem sam. Nekaj se mi zdi, da je cool, da tako ljudje ima ful talentov, ne, in se mi zdi, da je ful dobro, da to tudi v življenju spoznavaš neke nove stvari o sebi in se stalno učiš, ker jaz se ful veselim, kaj vse bom še spoznala, veš, kjer talente imaš. Tako mislim, da nikoli ne odnehaš nekako spoznavati tega. In ja, ampak se pa strinjam v bistvu, da tako glasba je neki najbolj tako, kar mi je fajn in mislim, da sem najbolj talentirana v tem, no. Kjera druga talenta pa še imaš? Jaz ko ful rada, ne vem, pišem, sem tudi eno knjigo izdala. A, res? Ja, pišem. Od čeha pa? Tako, enkrat so bilo ful spontano, sem bila pač nagrajena, tako v gimnaziji, sem se pač prijavila na neko tako literarni natečaj. Bodi pisatelj, tako mi je profesorica malo težila s tem in pa sem bila tako, bom šla in sem bila nagrajena 2 leti in pa je bila tako, en dan me je poklicala, je bilo ful smešna cela zadeva, me je poklicala enkrat tako sebi v kabinet in je rekla, da ima 2 novici, ena tako ful dobra novica, ena malo bolj slaba in sem tako, je pa tako, kaj hočeš najprej slišati in sem tako, pač ne vem, dajmo najprej slabo. In je bila tako, boš dobila opomin domov, ker jaz sem bila ful grozna, ker smo imeli boneta in biologijo in smo grozne stvari smo počeli, sem tudi tako, ne vem. In on je opisoval nas in če si dobil 3 opomine, je bilo tako, si dobil že nek domov, neko opomin za slabo obnašanje in je bila tako, to boš dobila, druga novica, hočeš izdati knjigo. In je bila tako, zelo tako. In pol smo to naredili. In sem izdala knjigo, v bistvu angleščini sicer. A, res? Ja, ker jaz študiram angleščino in nemščino, ne, in pol tako angleščina mi je pač meni top, ne. In sej pišem tudi v slovenščini,
zmeri bolj, ker zdaj, ko študiram, nekako pozabljam, veš, se mi zdi. Tako ne vem, kdaj sem nazadnje prebrala en tekst v slovenščini, je prav čudno, ker samo angleščina in nemščina. In tako da to sem tudi izdala, tako da pišem tudi, ja. Čekaj, od čega je šla knjiga, kako se kliče ta knjiga? Knjiga so 2 zgodbici, kratki, ki so v eni knjigi, tako se kliče Me, Myself and Noah and Fill in the Blanks, to so pač 2, tako, ampak se povezujejo v eno celoto, ker v bistvu govorijo tako nekih zanimivih posameznikih, ki sta v bistvu vsak živi tako veš malo v svojih svetovih, nizmejo tlih stika tako z realnostjo in živijo tako bolj v svojih fantazijah in ne vejo niti točno, kaj je tako realnost in kaj je sam njihova domišljija. Nice. Kar zanimivo. Tako da ja, tudi to delam. Proza z malo psihološkega definitivno pridiha. Ful rada imam psihologijo. Se bi tudi šla študirati, če ne bi bila tako zahtevna stvar, ne? Ampak ja. Vidim, da ti verjamem zdaj, da ful enih talentov, da imaš. Mislim, se ne vem, tako pač, poskušam različne stvari, ker itak se mi zdi, da pol spoznaš tudi, da si za nek talentiran. Če ne probaš, ne boš nikoli vedel, se mi zdi, ne. In zato te ne sme po mojem biti ko strah sam failat in probat. Probat čim več različnih načinov. Ja. Čekaj, si študirala tle, mislim, v šolo si hodila tle na gimnaziju? Kjera smer? Umetniška. Ja, to mi je bilo ful meni fajn, res. Pač, če bi še enkrat šla, bi definitivno še enkrat se opisala sem. Ker se mi zdi tako, veš, da tudi če ne delaš pol naprej z neki z umetnostjo, ne, ker tudi jaz zdaj ne študiram neki, zdaj najbolj ni angleščina in nemščina, to ni najbolj umetniški. Ja, lih tu sem te reči, da z umetniške smeri na filofakske, prav neka drug ekstrem. Vse to, ne, in tam si tako, tle na tej šoli, pač na umetniški gimnaziji, sem da tako skalno si obkrožen tako z umetniki, profesori tudi, vsi so tako, veš, in živiš prav v nekem takem, se mi zdi mehurčku, tako, ko spodbujajo vsi tvojo ustvarjalnost in pol prideš ven iz tega, ne, in so vsi, ko gotoviš tako hitro, kako so dejansko tako ljudje, ne vem, pusti, ne, v realno življenju, ko se mi zdi 4 leta te vsi tako, in je cool se mi zdi, da tako, ker če ne se zdi, že tako v vrtecu, nekako ta del možganov kreativen ti tako začne malo odmirati, ne, in tako na gimnaziji smo stalno mogli nekaj delati kreativnega, ali si neke prizorčke zmišljati ali pisati in so nas stalno vsi podpirali s tem, ne. In potem zdaj, ko sem prišla na faks, ugotoviš hitro, da pač okej, ne, niso zdaj vsi taki, ampak mi pa ful pomaga te neke veščine, veš, ker sem jih osvojila tlene v umetniški gimnaziji, tako neka prezenca, karizma, da znaš nastopati tudi, ne. In to mislim, da so neke stvari, ki pač ti pridejo prav zmeri v življenju, tako da zelo sem fenica, te smeri umetniške. Ja, ker sem pomislil, ko si rekla, da si v nekem mehurčku, lahko jaz delim, kako smo mi, jaz sem bil pa na športnem oddelku, ne, tako da smo videli pole tisti dramski oziroma umetniško smerne, ker res v nekem, pač neki posebneži, ki so živeli po nekem svojem sistemu, ampak tako, takrat še smo, pač itak smo bili šmorti, ki smo gledali bolj tako, a pa zdaj, ko pogledam nazaj, pa se mi zdi, da je posebna ta, mislim, je v dobrem smislu posebna ta smer, ne, ker te, ko si rekla, dosti te lahko naučita kreativa in tako, ne, sploh za v življenju dosti pomembna ta kreativa, ne. Ja, pač res za karkoli ti da, tako nekaj se mi zdi skillse, pač veš, ko za javno nastopanje, to je tak zmeri rabiš, ne. In prav vidim, veš, kako je čudno, naprimer, meni zdaj ni problema, ne vem, stopiti pred ljudi in nekaj povedati, ne. In potem vidim ostale, ne, ker pač, ne vem, ker mi smo mogli stalno, ne vem, biti, ne vem, na pol, ne vem, čudno oblečeni, na pol nagi na odru, veš, karkoli se zgodi in potem te ni sram zdaj priti normalen povedati nekaj, ne, ker tam te tako dajo take tudi čudne situacije, ne. Pol pa drugim pa vidim, kako imajo te neke probleme javnega nastopanja, ne. In to se mi zdi, da je tako, to je res. Se pole na umetniški smeri ti prišla prav tudi glasba, ne? A ni tam, da si zbereš svoj inštrument in imaš pole? Mislim, sej zdaj, ne vem, ali ima to tudi splošna, ampak ne vem, mi smo imeli v glavi nek zvok v glasbi, ali nek tasga je bil predmet in smo tudi tam ful pač ustvarjali glasbo, tudi v studiu smo lahko šli in probali se učiti neke zadeve in pač sploh ta šola se mi zdi fajn, ker tako imaš ful možnosti tudi se pokazati, imaš ful nekih, ne vem, zlati oreh teh prireditev, veš, tako in lahko nastopaš ful in tako profesori te spodbujajo. Fajn, no, fajn. Cool. Kdaj si se pa začela ukvarjati tako z muziko? Zvodi? Ja, pač tako ful, težko to sploh rečem, ker tako več se mi zdi, ne vem, pač nočem zdaj tako ono kliše, ker sem se rodila, trioka na svet, ne veš, ono, ampak ne vem, pač, ne vem, legit, ne vem ti tako ne znam ti povedati zdaj točno,
Odzmeri sem pela, ne? Okay. Odzmeri, tako moja sestra tudi tako prihajam kar z glasbene, mislim, z glasbene družine, recimo, no, moj pač tata ful, tako veš, rocker, to sem odraščala vsako glasbo, smo se furali v avtu. Mama malo manj, no, mama nima ravno za neki ful posluha, bi rekla, no shade mama, ne, ampak tako, in sestra pa je hodila tudi v glasbeno, no, igrala kitaro tudi. To sem pol tudi jaz začela, pač tudi jaz sem hodila v glasbeno, sem igrala klasično kitaro, tako sem začela. Recimo s svojo glasbo, pač nikoli mi ni bila fajn teorija, pač glasbena, pač nauko glasbi, tiste note in to mi je bilo bolj tako, to je bolj matematika, že to moraš računa, pač to, sej ne vem, zdaj včasih malo obžalujem, veš, da nisem dobila ful znanja več, ker zdaj bi mi prišlo prvo, veš, ko pišem sama svoje pesmi in take stvari in včasih pač, sej včasih bi mi prišlo prav, no, mogoče, da bi malo več poslušala takrat. Mogoče je tak tudi ta učni sistem, ne, ker je vse preveč na hrobo oziroma na dolgočasno. Jaz mislim, da sem bila enostavno premajhna že takrat. Ne vem, jaz sem tako v glasbeno prvi razred, koliko sem bila stara, ne vem, ful zgodaj sem je šla, tako prvi razred, ne vem, če tako zgodaj, ampak tako 8 let, ne vem, pač, in za ful zgodaj sem mislila, če bi zdaj šla, bi popolnoma drugače to gledala, ne. Mislim, da sem bila takrat sem premajhna in sem tako, veš, jemala to, kakor neko, zdaj moram biti le, sočite note. Ne zastopaš, za kje si tam. Ja, sej je. In sem bila tako, že v šoli se moram učiti, kaj sem zdaj še učila, še v glasbeni, kaj. In, ampak ja, zdaj mi prišlo kar prav na včasih, kaj, ampak lej, ja. Ja, tako, no, sem začela in v glasbeni definitivno, pa smo šli tudi na par tekmovanj glasbenih, smo imeli enega ful fajn profesora v Sarajevo, pa smo malo potovali in tako smo bili kar dobri, tako z nekim seksteta, loktet, neki smo tekmovali s kitaro in tako 5, pa pač sem jaz nastopila že v osnovni, tak, ti so pač neki nastopi in take fore, ampak bolj sem pa šla, sem vezila, recimo, takrat sem začela, ker sem videla tako nek oglas v časopisu in je bilo tako neka pač pevka Marta Zore, če veš, kdo je to, mislim, sej to je kar neka, tako, jaz nisem vedela, kdo je to, jaz nisem imela pojma, kdo je Marta Zore, in jaz nisem tako, kako ne veš, to je neka slovenska diva, tako starejša, tako in je rekla, mama, pa že se upišem, ne, pa že probam ići, če hočem, pa že rekla, ker je bil kakor neka audicija za nek musical, oziroma nek koncert, neki potovanje po zgodovini glasbe, neki tasga, in potem jaz sem šla in me je bilo ful strah, nisem vedela, tam v Kranju je bilo v neki tam dvorani in pa sem tam sem pač že zapela, neko pač pesem, ker je ona preverila, kako ti dobro poješ, da te bo sprejela. In je bila ful navdušena nad mano, je bila tako, wow, da ful nice, si se ne učiš nikjer petja in sem bila tako, jaz ne, pač sama doma, ne vem, sem se naučila, kar znam, ne. In je bila tako, nice. In je bila tako, a ti tudi ne znaš pet pole s prepone, ne, prav nič ne znaš, sem bila tako, ja pač ne vem, jaz tle neki odpiram usta in pač kar pride, ne vem, zveni kar dobro, je bila tako, ja, zveni dobro, ampak je bila tako, dej ti bom dala jaz par vaj, da si ti ne boš tako uničila glasilk, ne, na dolgi rok. In da vidimo pač, kako to gre. Ne? In pa smo imeli ta koncert, Gojmir, Lešnjo Gojc in ti, pač one dva sta skupaj naredila in je bilo ful tako zabavno, no, in pol, ne vem, iskreno, pa sem začela na različne tekmovanja hoditi glasbe. Čakaj, to je bil tvoj prvi nastop? Mislim, prvi nastop, tako, to je bilo na kongresnem. Ja, ful big stage, ful nas je bilo, ja. To je bil prvi tak, recimo, ja, tako koncert, večja stvar. Mislim, nastop, koncert. Ja. Sicer prej sem itak imate, veš, une majhne nastope, kot le v okolju, in tako, veš, kad te povadi kam. Tu je včasih dobro, da te vržejo na big stage, ne, in pole, če splavaš, in če ne. Splavaš, ja. In pole vidiš, čeha si narejen, očitno tebi je že bilo dano, ne, pole. Pač ja, ne vem, pol sem začela, pol to je fajn, ker Slovenija je majhna, veš, to se ti zdi, da ampak tako vsi se poznajo med sabo, to ta glasbeni svet in tako sploh tebi zdaj tako producenti in te stvari, to ful hitro pol se spoznaš med sabo in te pokonektajo in se povežeš z ljudmi. Sploh zdaj, ko sem v Ljubljani, ko študiram, to je meni zdaj top. Prej sem se mogla furati, razumeš, že v srednji, ko sem kaj snemala ali kaj sem se mogla zmeri voziti v to Ljubljano, pač po vse to, v te studije in zdaj mi je fajn, ne, ko zdaj skočim na trona in sem tam, ne. Tako da, ja. Tako, ti povem. Pač, potem sem začela v bistvu svojo avtorsko glasbo, no, tako najbolj delati in zdaj z različnimi ljudmi, tako.
snemam. Zanimivo. Ja. Čekaj, skje pa pobiraš recimo inspiracije za pesmi pa za besedila in tako? Veš, pač meni se zdi iskreno tako, da najbolj tako ljudje se mi zdi. Od ljudi, tako, ko se družim, od ljudi, to zveni tako neumno. Od ljudi za ljudi. Ne, veš, hočem reči, ko se mi zdi najbolj, tako med korono, naprimer, sem gotovila, se mi zdi, da sem je takrat, ko sem gotovila, kje dobim največ inspiracije, ker med korono pač itak nisi imel stika neke ful z ljudmi, ker sem bila pač zaprta v tem stanovanju, pač ko je bilo ono hudo obdobje, veš. In takrat sem mislila, pač ok, dejeva, pač zdaj imaš full cajta, da ustvari, da je kaj napisati, in take fore. In mi ni šlo, nisem mogla nobenega besedila, nič nisem mogla spraviti in sem se tako ven in sem se spraševala, zakaj se mi to dogaja, zakaj nimam nobene inspiracije. Pa sem ugotovila, da zaradi tega, ker nimam teh nekih, veš, se ne družim z ljudmi, ker jaz ful sem taka, da, ne vem, preučujem, ful preveč analiziram, veš, tako vsaj, kaj je nekdo rekel, ali pa tako, ne vem, ko me nekdo pogleda, tako take stvari, ful, in pol razmišljamo o teh stvari, te neke feelinge, veš, ki ti jih dajo ljudje, ta energija, in pol to se mi zdi, iz tega jaz črpam, iz ljudi, iz nekih, najbrž, ne vem. Zanimivo, ker recimo ta kreativni proces je razmezil vsakem posamezniku drugačen. Eni črpajo iz narave, eni črpajo, kot si rekla, iz ljudi, eni črpajo iz lastnih čustev, travm in take reči. Ja, sej tudi iz čustev, to se mi zdi tudi največkrat, veš, ker mislim, da je pa ful, veš, razlika v tem, ne, naprimer, ali ti pišeš neka besedila in neke komade, veš, tako zase, za svojo dušo, da se sprostiš in pač napišeš neko besedilo, kaj smo tudi ful zabaven, pač čuden proces. Jaz najprej si napišem v bistvu tako besedilo in pol dam glasbo. Tako da jaz najprej so tako beležka, kako imam jaz ful teksto, veš, in nekatera si mislim, ok, to bi bilo cool, če bi dala tudi glasbo zraven in pol vzamem kitaro in si izmislim še neko melodijo, ne, ena pa pač ostanejo samo tako pač besedila in to se mi zdi, je razlika, ti so veš pristno, ker čutiš, da moraš dati ven, ker te nekaj teži, neka občutki. In potem se to pa razlikuje, ne, od tega, ko se rečeš, ok, zdaj bom dejansko napisal nek komad, ne, in se usedeš in potem imaš to neko strukturo, refren, kitica in je ful drugače to. In sej ne vem zdaj. Bolj običajno je, se pravi, da imaš prvo melodijo in pole besedilo. Pa mislim, sej vsak dela drugače, ampak pač ljudje so mi rekli, da ponavadi si izmislijo tako neko melodijo najprej. In pol napišejo besedilo, kar je meni tako, ok, čudno. Ampak pač deluje za večino, tako, I guess, sem si zmerno predstavljal, da je eno z drugim, se pravi, neko besedil oziroma melodijo imaš v glavi, oziroma se ti predvajam, pole se ti poklopi z nekim besedilom, ne vem. Ja, se včasih je tudi tako, je ful različne stvari, ne, včasih me tako neki, ne vem, spim na poslu in tako me hitne neki in poslam, to je bilo ful dobro, včasih pa provam nekaj napisati in ne gre in se lahko tam martam 3 ure in In pole si nekje in ti pade tista misel. Ja, tako je. Ful zanimivo. Ja, zanimivo ta kreativen proces. Jaz lahko pač povem iz izkušenj, jaz tudi dosti pišem, ampak pišem bolj v tem področju dobro počutje, prehrane in te reči. In dosti prije neka misel prije, ne vem, na sprehodu, pa ko klepetaš zunaj, pa prije neka misel, pa si moraš tisto zapisati, nekaj, če ne, gre mimo. Gre, je izgubljeno. Sej, jaz sem prav, se počutim prav grozno, veš, ko jaz dobim neko idejo za pesem, ne, ali pa tako melodijo, besedilo, karkoli in pol jaz sem postanem tako, sem izmilil vsi zraven mene doma, ker postanem grozna, ker sem ne me zdaj motiti, ne zdaj hoditi v sobo, ker jaz rabim mir, ker pol tisto, kakor si rekel, tisto pol gre, ne, tisto moraš nujno zapisati, dati ven, ker dobim, ali pa ko pišem nekaj in dobivam tako neke rime, veš, tako v glavi, ali pa besedilo, ko mi tako flowa in pol pride nekdo v sobo, tako Eva večerja, in pa sem tako, mama, daj ne, zdaj vodi, ker bom vse se bo uničilo, ne, in tako da je res, tako v trenutku, ko nekaj nastane, se mi zdi najbolj cool in najbolj tudi dobre, se mi zdi, da so tiste stvari, veš. Tako, ko pol se mi zdi, tudi folk ve, veš, kaj je pristno in kaj tako res pride ven s tebe, neka čustva, neka tako besedila in kaj pa je tako, veš, umetno. In se vejo, kdaj ti se pač nisi pristen in kdaj si. Se mi zdi, to lahko začuti folk, ne? Itak začuti, vse smo pač energetska bitja, ti si prej rekla, pač nekateri čutijo energije, nekateri ne čutijo, ampak jaz sem recimo pred nekaj časa nazaj sem poslušal podcast z Mikeom Posnerjem, tako ima hit I Took a
pili in disa. In on je pravil, da on verjame v to, da hlobi, kot je človek, hlobi je njegova muzika. Ne. In je pač dejansko je prosto lahko poistovetiš s tem. Pač, bolj, ko si ti nek pristan, bolj pristno, ko pišeš neko muziko, tudi hlobi je. Tudi ljudje se lahko bolj poistovetijo s tem. Je res, ja. Pač se itak ljudje se najdejo v nekih besedilih, ponovno to je ful lepo, ne, ker se tudi ti pač, ali pa kdorkoli, ki pač poslušaš tako svoje najljubše pač avtorje in pol vidiš tako, ne, in se mi zdi sploh, če imaš kakšne težke trenutke ali pa tako v svojem življenju, pol se reče, takrat res čutiš in res greš v besedila in res veš, zakaj se gre in ja, je res. Kakšni so recimo kakšni taki avtorji, pa ne vem, kakšni žanri, ki tebe recimo inspirirajo? Ja, veš kaj, pač jaz tako, sej to, pač jaz ker recimo tvoja muzika je kar različna Ja, je all over the place. Ja, pač priznam, je res. Kar pač ni slabo, ne? Kar pač ni slabo, veš ko, zadnji sem prav, ker jaz zdaj trenutno delam z enimi Tadejem Koširjem in z enimi pač producenti, ne, v Ljubljani, ko so me tako, so slišali to moja pesem Slane sanje, so slišali po radiju in so me povabili, če bi delala z njimi. In potem smo se točno o tem pogovarjali, ker so bili tako, ko so me spoznavali, veš, in so bili tako, pač, kaj ti sploh delaš, ne, točno, in so bili tako, kaj je tvoj stil, in so bili tako, ja, pač, ne vem, ne, karkoli, se iščem in pač mi rekla tam, ženska, s katero sem pač delala, mi je rekla, da je pač to ful dobro, da sploh na začetku, ko si mlad, da tako, veš, provaš, se mi zdi glasbenik ful različnih stilov in ful različnih stvari delati, da pol sicer potem itak s časom se najde, se mi zdi, nekako najde svoj zvok, če ima to smisel, slej ko prej se mi zdi, ampak to je rekla, da je najhujše, veš, ko vidi tudi ona tako glasbenike, ko so maybe zdaj tako ful znani že, ampak delo, veš, neki, kar pravzaprav sploh nočejo, veš, zato ker njihovo občinstvo se navadi, okej, ne vem, tako nočem zdaj, ampak dam primer Nina Pušlar, ne, ona pač vemo, kaj so njene pesmi in pač pričakuješ približno, kakšen sound ima, veš, tako, zdaj ne boš pričakoval, da bo Nina Pušlar, ne vem, naslednjo soboto dala v nek metal komad, pač, ali tako nek rock, razumeš, pač to je bilo tako, kaj se je zgodilo, ne, in tudi, če bi ona hotla to dati ven, ne vem, če bi pač lahko to dala ven, zato ker pač, veš, kaj ima neko ciljno publiko, ljudje so navajeni, njeni producenti bi bili tako Nina, calm down, verjetno, ne, in ja, jaz pač nočem tega, veš, jaz hočem, da imam možnost delati, kar mi pač pade na pamet v glasbi, veš, ko hočem, ne vem, narodno zabavno, ne, tega mislim, da ne bom, ampak tako, veš, da pač, ja, bom pa to, ne, ja, tako da, ne, ja, sorry, za avtorje, ki si rekel tako, Florence and the Machine, ta band, te meni res nice, ona mi je top, ima tako ful različne stvari, pol tudi, ne vem, tako Rammstein posluša, tako, veš, tako, ne vem, vse sorte, tako, ful mi je fajn soul, tako Rita Franklin in take. Soul for the soul. Ja, ali pa Amy Winehouse, to sem zavljala, ona mi je tudi legend. Ja, tako, no, različne stvari. Ti? Ja. Kaj ti poslušaš? Kaj mene inspirira? Mene ne inspirira, da bi bil ono. Ne, jaz tudi poslušam ful velikih, ful raznih zvrsti. Me tudi mi je fajn, da se menja, da ni skozi eno isto. Tako da ja, od punk rocka, tisti starejši punk rock, The Offspring, pa Green Day, pa Rise Against, recimo zdaj poslušam dosti. Zdaj raziskujem starejši rock, ker dosti nisem bil v tem toliko, ampak pole recimo so me nekateri posamezniki malo bolj dali, pač približali k temu. Zdaj pred kratkim smo bili na koncertu Beatlov, oziroma tribute banda, so bili gor v Brdih in sem bil dejansko nisem vedel, pismo, ne vem, poznam njihove komade, ne, in dejansko sem videl, da ne vem, 80% komadov sem poznal. Ja. Ker pač je malo bolj komercialni, komercialni, itak so ikona, ne, glasbena, ne. Tako da, ja, zdaj raziskujem starejši rock, če ne rap, mi je to dobro. Ja, to sem tudi pozvala, to tudi meni. Ja, ful. Ja, ljubim, ja. Ja, rap, pa pole, ja, slovenski rock tudi. Zdaj je bilo dobro v Anhoven, ki je bil nočna izmena, ki so bili slovenski rock, cajto, ne.
Ja, se pravim, če ne, tudi paša, da recimo kakšna mala bolj chill muzika, kakšen gramatik in take stvari, ne, tako da. Ja, tutti frutti, ja. Ne bo rekel, da vse, ker recimo tu bi me Aljaž popravil, da če poslušaš vse poleti, tudi metal ti všeč, pa death metal, tisto pa ne. Dosti, tako. Se mi zdi, da je fajn, da razliskuješ različne zvrsti, kako si rekla, pole se ti tudi šire svet, pa obzorja. In če ne pa top band mi je pa Linkin Park. To bi se bolj z mojim tatom fajn razumel, on je tudi kar fan tega, tako da. Zanimivo, ne? Tako da, a si imela že recimo kakšne priložnosti sodelovati s kakšnimi takimi tvojimi idoli ali pa recimo kakšnimi izvajalci, ki so ti dosti pomilni recimo? Idoli zdaj... Ne, to bo grozno, bom rekla, v Sloveniji nimam idolov, ne, ni res, ampak tako, ne bom rekla zdaj z idoli, da sem sodelovala že, ampak sem definitivno pa imela možnost delati z ljudmi, ki so ful, pač spoštujem tako njihovo glasbo in kaj oni sami ustvarjajo, naprimer Urh Mlakar, mislim, sej to, on ni neki ful znan, ampak on mi je res top, kar dela, pač res ima svojo glasbo, je raper, freestyler, dva se spoznala v Pionirskem domu, takrat, ker sem šla na ta natečaj, veš, kaj sem ti rekla za tisto knjigo, no, in on je bil tam in imel neko delavnico, se mi zdi, kaj je imel, neko improvizacijo, nekaj tazga, in takrat mi je on bil ful zakon, njegove ideje, in sem si pač prav zapomnila njegovo ime, Urh Mlakar, in potem sem ga šla stokat, in pol ne vem, kako pa se je zdala neko pač pesem ven, tako, kaj je bila tista? Spake, tista prav prva neka moja, in pol on je to videl, ali ne, kako, in pol mu bil ful dober komad, in pol sem sva se skupaj najdla in sva pol dejansko delala tudi pri njemu v studiu, neke komade in z njim je bilo res fajn sodelovati, ampak pač sem ugotovila, da včasih temi ljudmi, ki so ti preveč podobni, veš, je ponavadi dejansko se mi zdi v glasbi tako tudi slabše nekako sodelovati, veš, ker da sem imela, se mi zdi, preveč podobnih idej. In tako in pač sva bila tako, veš, crazy. Veš, sva probala narediti ten komad, ampak je na koncu ratela tako neka stvar, ki je bila ful cool, ful zanimiva, ampak tako totalno se mi zdi neposlušljiva. Tako, ne vem, ni imela ne repa, ne glave, pač tako all over the place. In se mi zdi, ful mi je to cool sodelovati, z različnimi ljudmi, ker se mi zdi, da vsakim, kar sodeluješ, ti da nekaj novega, veš, ima nek svoj zvok, ima nek svoj style, ima pač različne stvari in pol se mi zdi cool, ko tudi nastane, tudi jaz spravijo iz mene nekaj, veš, kar nisem sploh vedela, da je noter. Da je v tebi. In pa se tako, wow. Pa imaš recimo kakšen bucket list nekih... S kom bi sodelovala? V bistvu tako sodelovala bi Siddharto, ali pa tako z Laibach, sodelovala bi z, ne vem, s kom zdaj bi sodelovala, tako Jadranko Jura, s temi pevkami, tako Svetlano Makarovič tudi. Svetlano Makarovič? Ja, tako meni so ful dobri, veš, tako njeni šansoni, to mi je tudi cool, taki... creepy mat, kakšne stvari. Ampak to mi je tudi cool. S kom bi še, s kakšnimi tako, z Masajo, če veš, kdo je tako reperka ena, različnimi, ne vem, zdaj tako, zdaj mi pač verjetno ful še sem jih pozabila, ampak Ma dobro, tisti, ki ponavadi prijajo prvi na misel, tisti so oni. Najbrž res. Tako da mogoče bo kdo slišal, ta podcast, ne. Mogoče se pa podnudi. Mogoče, Če ne pa muzika, pa itak je ful pomembna za tako in za, ne samo za druge ljudi, ma tudi, recimo, verjetno tudi ti uživaš, ko ustvarjaš muziko. Tudi tebi verjetno prinese neko dobro počutje. Ful. Pač resno tako, zdaj, ker smo snemali z Nikom in s Hano, pač ta komad, ko bo prišel zdaj ven, ko sebe prodaš, pač sem si, se lahko veste tako traumatic, pač smo snemali v gozdu in sem jaz skakala čez nek hlod po tleh in sem tako, ne vem, padla in se Nik ima posnet izpadec, ampak je grozen, jaz ga nočem videti, pač oni so videli, ampak pač nočem, ker je,
nočem videti. In sem si pač dejansko tako izpahnila ramo in tle sem si zlomila en kosti. Ja, in ne, je bilo kar huda poškodba, ne, ten gat ni bilo treba operirati, no in pač jaz ko pridem tako cela, make-up, tako že listi v glavi, tako z gozda na urgenco, vsi so bili tako, kaj je ta prišla, tako z nekega hippie festivala, pač razumeš. In pol sem zdaj dobesedno cel avgust, ne, nisem smela premikati, pač sem mogla imeti tako zvezano to roko in gotoviš, koliko dejansko pač nisem mogla nič delati, vse sem lahko sam z levo, tako jedla z levo, pač je tako prav grozno. Ja, in tudi kitare nisem mogla igrati, še zdaj težko igram kitaro, ampak je veš tako, ugotoviš dejansko, koliko, tudi nisem mogla pisati niti tako besedil in take fore, in sem tako, jaz bi zdaj res, ker sem bila že tako slabe volje, zaradi tega, kaj se mi je zgodilo, ne, in potem sem tako, zdaj bi res rabila tako glasbo, da ustvarjam, da sem bolj počutila in smatko, zdaj ne moram nič delati s to roko, ne. In sem bila tudi to frustrirana, ker nisem mogla novih melodij na kitaro pisati, ne nič. In pol ten gat, pač imam vsaj glasilke, ne, okej še. In pol sem tako neki, da sem pela in ja, ti ful pomaga pri dobrem počutju, vsaj meni tako glasba, definitivno, če imam tako slab dan, grem tako pet in to me ful sprosti, res me sprosti. Tako da tudi čustva verjetno lahko daš ven. Ja, veš tako, najbolje se mi zdi tako neka terapija zame, ker tako sem ful, če sem kaj žalostna ali pa kaj in potem sem tako pojem tako najbolj neke set pesmi, evo res tako jočem in se da, okej, zdaj sem se tako. In potem se počutim prav tako, prerojena. Ja, samo dosti krat se nočemo priznati, ne, ker naši družbi, kao ne smeš jokati, ne smeš biti cry baby in take reči, ne. Ja, no, ampak dosti krat pa pomaga, ne, da se zjočeš in ne samo pač pri vseh, ne, se tudi recimo pri moških, ne. Definitivno tudi pri moških, pač itak mislim, da pač ta svet je itak, ne bom niti začela s tem, ampak definitivno tudi moški, mislim, sej jok je neki, pač je dobro je, da daš ta čustva, se mi zdi, da če skladiščiš pač ta čustva, to res ni dobro, ker se nabere in potem pač imaš tolo ful. Pač poznam take ljudi, no, ki se ful težko veš odprejo in so težko tako ranljivi in mislim, da vsak pač od časa do časa se more tako, ne bom rekla zdaj izjokati, ampak pač najti nek ventil, veš, da daš to ven. Karkoli pač, ali je glasba, ali je šport, karkoli. Poznamo to, ja. Tudi jaz imam težave s tem. Je bolj zadnje leta, pač tako je se lažje, ampak še vedno je una blokada, veš, malo, ne vem, verjetno sigurno malo, ne vem, vzgoja, pa okolje, pa neki vzorci, ne. Malo pa tudi šport, veš, kaj itak pri športu je bilo treba itak stisniti, pa veš, ne smeš biti utrujen, ne smeš biti pokazati, da si slab, da ti slabo gre na tekmah in tako. In potem se mi zdi, da uno tlačiš, pa se zapiraš, ne. In je fajn pole, da se opreš. Sej, mislim, da slejko prej pač to pride ven enkrat, veš, to, kar tako skladiščiš. Pač enkrat se mi zdi, da bo tako... Pač nekje se ti bo poznalo, ne? Se ti bo poznalo in te ljudje ponavadi so ful taki, veš, tudi se mi zdi, prav vidiš, veš, ko govori z nekom in se ti zdi, da tako ima neki, kar tako skladišči in je tako v njemu in prav vidiš, da ni več tako sproščen, oziroma ne sproščen, pač ne živi tako polno. In mislim, da je cool, da daš ta čustva ven in sej ti pravim, jaz dodajam umetnosti na različne načine, lahko to sprostiš in mislim, da je to res pomembno, no. Imaš še kakšen tak način, poleg glasbe, ki si zdaj omenila več načinov? Ja, veš kaj je, jaz narava, to je... to je dobro, ne? To je dobro, to jaz obožujem, pač zdaj zmeri bolj pač vidim, kako je to meni pomembno, pač jaz sem tako, ko sem majhna, sem zmeri, veš, tako pri noni hodila v gost in sem tako, veš, in zdaj ful časa, ko živim v Ljubljani, pač tam to mesto in to se jaz rada imam tudi take stvari, jaz rada imam mesta, rada imam ta nek gremo, ne, ampak po drugi strani pa veš, ful mi manjka to in ful ljubim, ker si vzamem vsake toliko cajta, pač da grem k noni in pač ostalim in grem sam v gost, veš, in je tako, jaz rabim to, pač jaz rabim, se mi zdi takrat v gozdu nekako se me prizemlji to, veš, in se nekako prav spomnim, zakaj sem sploh jaz tle, veš, tako, kaj je moj namen, ampak ne bom tako, ampak res, tako, brez neke krame, brez vsega, brez make-upa, brez vsega, in si sam tako tam, ne vem, čilaš na nekem mahu tam, veš, da si dovoliš biti pač samo, da si, ne? Ja, in se mi zdi, da tudi takrat nekako, veš, ugotoviš,
da vse, kar ostale stvari sploh izgubijo nekako tako več pomembnost. Se ti zdi, da vse te neke tvoje skrbi, pač, ko so tako minimalne, se mi zdi tako, jaz ljubim te gozdove, veš, ko te tako prav požrejo, ker sem tako tema in tako mah in tako diši vse in ja. Tudi glava se ti zbistri, ker naenkrat ni zunanjih stimulacij in se lahko posveti pač sebi, samo sebi in predelavati stvari. Ja, to je the best. Ja, tudi jaz imam, zato so mi všeč gor v Brdah, ne, ker recimo jaz sem bil tudi 4 leta v Ljubljani in me ful vleklo nazaj. Pač malo se nisem dobil sklapu gore, malo je bilo pa mesto, pa šunšur, pa gas in pole me ful vleklo nazaj. Jaz sem sovražila prvi mesec Ljubljano, ko sem prišla, veš, tako se mi je zdelo. Pa še tisto zime, pa skozi mehla, pa brez sonca. Meni je tudi manjkalo to, tako veš, ker ljudje grejo mimo tebe in pač, da se to vzmeno tako, ampak noben te tako ne pogleda, veš, v oči, vse je tako, tako, vse je tako tuje, veš, hladno, se mi zdi. Sej zdaj, ne bom rekla, se nisem jaz neke majhne vasi, pa sem z Ajrušne pač, ampak tle sem bila v Novi Gorici. Ampak zdaj ni važno, hočem ti reči, vseeno se mi zdi tle malo drugače. Tam je tako vse, in tako neka tempirana bomba, veš, tako trola, čez 10 minut mi bo speljala, moram laufati. Stalno si tako pod nekim tem časovnim pritiskom in jaz res ne maram tega časa. Nikoli nisem marala to, da moram biti pod časom in pod nekim pritiskom in ta ura in to je ful v Ljubljani tega, ne? Ja, se večje mesto, ko je, pač večje pogledaš New York kao, ne vem, kapital oziroma prestolnica, kao prestolnica sveta, ne. Pa to je pa res, ne, city that never sleeps, ne. In potem sam čaka, se ti zdi, da toliko življenja porabiš sam, ko čakaš. To čakanje na vse, čakanje na bus, pač in se ful navadiš od tega, ne, da pač enostavno, zdaj sem prišla tle in moja trola bo speljala čez 10 minut in pač sam tam stojiš in čakaš, zdaj tle čaka 10 minut, in to čakanje se pač ga naučiš, ampak potem sam rečem, koliko življenja bom jaz porabila sam s tem čakanjem. Ne veš, kaj mislim, tako ja. Ja, po drugi strani pa recimo vidim zdaj jaz, recimo, kaj itak je iz Brd, kamorkoli greš, rabiš avto, ne. Po drugi strani pa recimo z Ljubljane mi pa manjka, da lahko greš peš nekam, da ne rabiš se usesti v avto, ampak da greš peš in medtem, ko hodiš, tudi, ne vem, razmišljaš, predelavaš reči, medtem, ko če se usedeš v avto in se pripelješ sem, itak ne boš parkiral na drugi strani Gorice, da greš v službo, pač boš parkiral čim bolj blizu, ne. Ja, je res. In recimo pa manjka tako, da si v movingu, da hodiš, tako da plus in minusi, ne. Plus in minusi. Se strinjam. Tako da, zanimivo, ne. Tako da, da narava je nice in res včasih... Narava je zdraviteljica. Zdraviteljica, ja. Kaj pa prej si recimo omenila, da v naravi tudi nekje, ne vem, ponovno spoznaš svoj namen in to. Kaj pa recimo čutiš, da je tvoj namen s tvojo glasbo, pa recimo s tem, kar počneš? Hudo, dobro vprašanje. Gremo globoke teme, da ne bo nastalo tle na plitvih vodah. Zdaj, kaj mu je namen? Mislim, tako, kaj čutiš, da recimo... Veš kaj, je pa jaz... Večkrat si jaz očitam, da pišem glasbo in da so vse moje pesmi napisane tudi v prvi osebi, da jaz pač ful je vse osebno, vse o meni, so tako, da je kaj si tako egocentrična, ne? Ampak veš, po drugi, in se mi zdi tako, da drugi ljudje si včasih si rečem, daj napiši nekaj, da bo tudi drugi ljudje lahko, veš, tako se najdli v tem. Ampak po drugi strani pa enostavno ne moram proč od sebe, pač jaz pišem in se mi zdi tudi to, da pišem v prvi osebi in da je tako veš prav pristno. Ne, sej so moje stvari, so neke moje občutki, neke stvari, ki se meni dogajajo, ampak si rečem, v teh mojih občutkih se lahko najde tudi nekdo drug, ne, konc dneva. In pač sej je pesem o meni, pač o meni, o mojih občutkih, o tem, kar jaz grem skozi, ampak se mi zdi, da ful ljudi nas je pač podobnih. Oziroma saj upam, ne, ker meni je ful fajn to, ker najdem nekoga, kar razmišlja podobno, kakor jaz, ne. In pol se najdeš tako nekega umetnika ali pa lahko je pač prav navadna oseba, ampak samo tako, da veš, da nisi sam v nekem razmišljanju, o nekih občutkih, ki jih imaš, ne. In se mi zdi, mogoče pač moj namen je, da bi ljudje pač se najdli mogoče v moji glasbi in da bi vzbudila neka ta čustva, močna, ki mogoče jih drugače vsakodnevno
dajo kam na stran. Ne vem, tako mogoče, no, namen. Lepo, ja. Ja, to je tako težko reči zdaj namen, ampak ja. Oziroma namen moj. Ja. Zanimivo, ko si rekla, da pač tudi jaz imam dosti krat te pomisleke, ker dosti tudi jaz pišem recimo o stvareh, ki se meni dogajajo in je pole pismo, a pišem za druge ljudi, ali pišem samo v bistvu sebe, iz ega. Ja. Ampak tu se mi zdi dosti pisateljev oziroma avtorjev poudarja, da pač najboljša dela so nekaj, ki pišejo zase, ali pa recimo za neko mlajšo verzijo samih sebe. Ne? In v bistvu itak pišeš od nekih univerzalnih stvari, ki pole tudi ostali ljudje se poistovetijo s tem. Včeraj sem poslušal en podcast z Ryanom Holidayem, če poznaš ta avtor. On recimo pole omenil Marka Aurelija, te njihove meditacije. V bistvu ena izmed najbolj teh filozofskih, stoičnih zapisov, ampak v bistvu on je pisal o svojega razmišljanja, kaj se mu in njemu dogajalo, ampak poistovetimo se z njim pa še vedno 2300 let oziroma malo manj 2000 let potem. Ne. Pač tako zanimivo, ne, da ta univerzalnost. Ne. Kaj pa recimo, kako pa gledaš, recimo zdaj si rekla, da ti se vidiš bolj namen, se pravi se dotakniti ljudi, kje pa je recimo nek uspeh s svojo muziko? Kako gledaš na uspeh? Kaj zate pomeni uspeh? To je ful dobro vprašanje, ker recimo zdaj tvoj prvi hit je nekako začel se uspeti. Ja, definitivno, pač sej mislim, da ljudje imajo to, meni gre na živce, veš, ka vsi mislijo nekako, da če si glasbenik oziroma če deš neko svojo glasbo, da je tvoj cilj postati znan, ne? Moj zdaj cilj pač res ni postati znan, ker res nočem pač postati znana, čeprav vem, da to zvoni tako, ne, ampak res nočem postati znana, ker pač to ni zame. To bil že zdaj slane sanje, ne? Misliš, da ne? Jaz te pa vidim, da si taka energetična in ali ne? Ampak veš kaj je, pač ne, veš kaj, jaz ne maram te neke rada imam svojo privatnost, zelo, in tako, in tudi zdaj tako, ko sem dala te slane sanje ven, ne, je bilo tako ful boom, jaz nisem pričakovala tega booma, pač tako 24 ur naslednji dan je napisal članek, sem tako, the fuck, in take stvari, veš, in pol se mi zdi in ta radio in take stvari, in se mi je bilo ful fajn te stvari delati, hoditi, te intervjuje in bla bla, ampak po eni strani, ne vem, se mi zdi, pol ljudje te začnejo itak spraševati o teh tvojih osebnih stvareh, bla bla, se ne da nočem govoriti o tem, ampak se mi zdi tako, veš, okej, tle je moja glasba in sej že v moji glasbi vam povem, ne, vam delim to, kar želim deliti z vami, you know what I mean, ampak to mislim, da je problem pa sej vsakega glasbenika, no, da včasih pač pol so te, ne vem, intervjuji in pač pridejo stvari zraven, ki pač nisi hotel jih prvotno, ampak pač pridejo zraven neke stvari. Ja, del službe, ampak tako, ne bi pa jaz, pač to mi ni cilj, nikoli mi ni bil cilj in tudi zdaj mi ni cilj pač postati znana. Jaz sem pač hočem delati svojo glasbo in tako deliti z ljudmi. Sicer je res, da pač če hočeš, da tvoja pesem veliko ljudi pač doseže, moraš biti znan oziroma moraš nekako se promovirati in da je to ven, ampak jaz to toliko ne maram tega promoviranja in to o sebi in to mi je toliko naporno, ne, kako naj ti niti razložim. Jaz mi najrajše bila tako, veš, par let nazaj, mislim ne par let nazaj, tako v neki zgodovini, da bi lahko, ne vem, sam šla tako in bi imela nek koncert in bi bila tako, okej, zdaj tukaj, kdor me hoče slišati, bom igrala tle svojo avtorsko glasbo, pridite in to je to, ne. To pa še ni bilo socialnih omrežij. Ja, in pač to snemanje in to zdaj, okej, hajpanje, folka se on dal single ven čez te tedne in ta promocija in vse to mi je naporno, tega ne maram jaz, tega neka procesa in te neke, ja. Verjamem, ja. Sej imam podobno. Jaz mislim, si predstavljam, da za glasbenike, sploh recimo zate, pa tako je še toliko bolj naporno, ampak tudi jaz recimo že s tem, kar delamo s podcastom in to že zame je recimo neka osnovna promocija, pa recimo promocija svojega lastnega dela. Pač tu ali si ti, pa nisi. Ja, veš, ker jaz imam tudi, po eni strani se rečem, da Eva, zdaj si naredila pač nek cool produkt, nek cool izdelek, pač valjda, da ga promovirati, ne biti neumna zdaj, pač ne, ampak imam tako prav nek čuden občutek, kako težim ljudem, veš, kaj sem mislil, tako, okej, glejte to sem naredila, bla, 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 ne, po eni strani pa zdaj pač si to, pač drugače, kako bojo ljudje sploh vedeli, kaj si naredil, ampak ta nek čuden občutek imam, ko to delam, tako zoprno mi je, ne vem. Ja.
Prej ali slej priješ do tiste točke, ki lahko tu outsourcaš, se pravi, najameš nekoga, da ti dela tudi za tebe. Sej vem. Se tudi nam je tu cilj, oziroma sej meni. Ja. Pač, tle imaš content, kar češ. Jaz se ne bom obadil. Ja, ampak veš, kaj je mene pa pol strah, da bi nekdo drugi to prevzel. Res? Jaz sem pa ful taka, veš, tudi, imam te neke skrbi, da hočem imeti vse v svojih rokah tudi. Veš, tudi zato jaz, naprimer, me ful strah podpisati, naprimer, s kakšno založbo, ne. Te založbe, to je, dobro, pri pevcih, glasbeniki je to drhač, ker so tiste pogodbe, pa pole. Ja, in to je meni tako, že par let imam težave s tem, ker bi kakšne pogodbe podpisali z mano, založbe, in jaz nočem in sem tako, ne biti neumna, pač, da ji podpiši in v moji glavi in potem sem tako trmasta in sem ne, pač kaj bom jaz hočem. Ne, ker ta pritisk, naprimer, kaj podpišeš z neko založbo, ne, in pač, naprimer, narediš se odloči, pač oni ti rečejo, zdaj boš mogel v tem letu izdati 4 skladbe. In pač mi ti damo denar, ti lahko tudi plačamo videospot, pač odvisno, kako se zdaj zmeniš, ne. In ta pritisk, veš, da bom mogla 4 skladbe na leto narediti, tako kaj pa če mi ne raco, kaj če bom mogla pod pritiskom delati časovnim in vse. In to je meni samo tako, shit, scary. Ne vem, in... pa so verjetno tudi neke kvote koncertov, pa kvote... Ja, se oni ti rihtajo vse, ne, se to je super, pa oni skrbijo za PR, oni ti rihtajo koncerte, to, kar pač se jaz mislim, ampak veš kaj fora, pač jaz si tak nimam problema s tem, ne, meni je cool, naprimer, ko me nekdo povabi na kakšen nastop, me pokliče, sem zdaj imam čas, ne, če ga nima, če manjke na faksu, ful pa rečem, pa sorry, ne bo šlo, ne, in tako nimam neke, veš, ni glasba moja obveznost. Jaz nočem, da bi to postalo nekaj obveznega, oziroma da bi imela neke roke, oziroma neki ampak delam to samo za dušo, no. Ja. Kaj so pole, recimo, neki tvoji cilji za kariero oziroma za naprej za življenje? Kje se vidiš, pač tako, se vidiš na tej poti umetniški oziroma glasbeni? Veš kaj, pač jaz ful sem zdaj zapadla v ta svet, študiozen svet in tako študiranje in to je zdaj, kar obožujem to, kar študiram, je res fajn. Tako da definitivno, ne vem, in zato tudi ful cajta temu posvečam, ne, zdaj vsi so kaj je zdaj tvoja prioriteta, študij ali glasba in sem tako pač, ne vem, I guess študij je zdaj moja prioriteta in, ampak probam pa vseeno, veš, jaz bi vse, jaz bi na tem svetu delala tako vse, a mi zmanjkuje časa in to je tako malo scary, ne, ker dan ima samo 24 ur in jaz pol tudi kar ni dobro počutje, premalo spim včasih, ker delam vse po noči, večkrat se tako, takrat dobim tudi največ inspiracije in take stvari, ne. Poznamo to, ja, nočni tipi, ja. Nočni tipi. Kdaj recimo tako delaš? Ojoj. Ali niso tako pozne? Ja, so pozne, pač, če sem iskrena, zdaj to bo grozno, ampak včeraj sem šla spat ob 4. Ja, ampak ne bom pa rekla, sem včeraj delala kaj pametnega. Včeraj mislim, da kaj sem delala včeraj? Iskreno ne vem, pač mislim, da sem tako bila na YouTubeu ali nekaj, pač ne vem, tako nič pametnega, ampak ja. Ja, noč ima svojo moč, ne? Noč ima svojo moč. Sploh, če si tak nočni tip in tako, ne? Ja, in pač veš kaj, vseeno, ne vem, čez dan itak, čez leto, se ti pravi, manj te šolske obveznosti itd. In pol pač po noči mi je fajno, da manj časa za kaj ustvarjati in take stvari, ker si moraš porazdeliti, da najdeš čas. Ker jaz se ti pravim, v življenju bi dejansko delala ful stvari. In se nočem niti omejevati, bom videla, kam me bo zdaj zanesla. Sama je pa fora tudi ta, da jaz pol si dam preveč stvari nase in se bojim, da bom včasih tako izgorela, ker ful na tam problem pa tudi reči ne. Veš, tako ljudem, biti sem tako, nimam cajta, ne moram še tega sprejeti. In potem pač rečem, ja, bom prišla, bom naredila to. In potem že ko rečem, ko sprejmem neko ponudbo, si mislim, shit, ne, že takrat vem, da zakaj sem to sprejela, ja, ker veš, da ne boš imela cajta še za to in da boš takrat umirala. In takrat priznam, da sem včasih kruta tudi tako do svojega telesa in nimam dobrega počutja takrat, kar mislim, da res ni dobro, pač tako res, ko imam neka težka obdobja, tako se garam do konca, tako fizično, psihično in ampak, ja, to je
A si prišel recimo do neke točke izgorelosti, pa neke utrujenosti, ali ni še Ja, definitivno, tako? mislim, ne bom zdaj rekla, da sem izgorela, no, ker, ampak sem bila pa definitivno tako na meji, po mojem, že parkrat s tem, ampak thank God imam tako družino, veš, ob sebi in ljudi, ki so tako, Eva, ustavi se, preveč tako, moraš ustaviti ta tempo, no, ker ne gre nikamor, ne, ker jaz tudi ne vidim tega, veš, ker sem jaz tako ful v delu in pač to postane nek več tako tvoj lifestyle in sploh ne vidiš v bistvu, da včasih živiš tako preveč ekstremno, preveč vsega in se moraš samo umiriti včasih. Tako da definitivno sem bila tako že parkrat, ja, kar na meji, bi rekla, izgorelosti, ampak thank God sem pol, ja. Kako si videla, so bili kakšni, mislim, kako si to prepoznala, kako si videla, da je cajt za narediti korak nazaj? Veš kaj, pač to je bilo takrat, mislim, definitivno, ko je bil cajt mature. Okay. Jaz takrat sem, pač jaz tudi tisto leto, ne, 4. letnik, ko se ponavadi ljudje učijo, ne, sem jaz tisto leto imela ful projektov tudi, ne, na gimnaziju, Erasmus bom jaz organizirala, neke ful stvari, šla sem v Nemčijo, šla sem na Češko, veš, in tako vsi so bili tako, 4. letniku se niti ne potuje, pač se ne hodi na te ekskurzije, se ljudje učijo, ne, vsi profesori so bili tudi tako, okej, pač, ne. In pol jaz sem pač kot zmeri, ko si pustim vse do zadnje sekunde, pač procrastination, totalen, sem pač bila tako, okej, v enem tednu bo meni pač uspelo vse, ne. In takrat sem jaz, mislim, pač so bilo res hektično obdobje, razumeš, jaz sem pač profesorica slovenščine nam reka, da se mi moramo začeti pripravljati na tistih gesel, ker imaš ful nekih del, ki se jih moraš naučiti tako že toliko mesecev prej in jaz sem en dan prej odprla tisto, razumeš, in me tako sem bila tako, kaj to del, kako me to v enem dnevu, razumeš, in jaz sem bila tako, oh my god, tisto je bilo res grozljiv stres, ampak pač mi je uspelo, ne vem, kako naj ti povem, ampak nisem spala, ne, sej, to je bilo grozno, jaz tisti teden sem se, pa sej to poznam ogromno ljudi, ki je pač delalo maturo in je delalo tako, da veš, pač nisi šel nič spat, si se učil se celo noč in si prišel na tisto ustno, tako, tako 4 Red Bulli v sebi, ampak to ful ne, in okej, pač sem bila tako, okej, bom zdržala ta teden, ne. Ampak pol, veš, ko je končala se ta matura in sem bila jaz tako ful v tem ritmu, delam, grem, sem imela pa takoj, ko so ostali, pač ko se je končalo in so šli na morje, ne, in se pač končal ta stres, sem jaz imela takoj ful nekih projektov in nastopov in se mi je to kar nadaljevalo in jaz nisem imela časa se, veš, in tudi, ko padeš v ta ritem, sem bila tako, okej, jaz si itak ne morem vzeti zdaj cajta zase, da se grem spočiti na morje in pač ker moram to stalno biti produktivna, ker to je tudi ta moja težava, da si mislim, da moram stalno delati, produktivno izkoristiti svoj čas. In sem bila tako, ne, zdaj bom mogla pa, razumeš, še na te nastope se stalno voziti neke vaje, ne vem, kaj so bili neki projekti. Ampak sem bila tako, sedi pravim, ful že na robu, tako z močmi in potem so mi moji starši pač rekli, ne, pač canceli te projekte, canceli te nastope, ne bo konc sveta, ker jaz sem ful taka, veš, da mi je vsak nastop in vsaka taka priložnost ful pomembna in mi je ful grozno reči ne, da nekam ne bom prišla, ker vseeno ni spet toliko teh priložnosti in možnosti v Sloveniji, se mi zdi neko to ustvarjene in se mi zdi, da vsakeč, ko rečem ne, da zamudim pač neko priložnost, ki bi mi lahko odprla vrata sem, ne, in so rekli sem ne, pač ti legit pejdi na morje, ne, ker sem bila tudi tako, razumeš, bleda, razumeš, sem tako, veš, ko si tako, pa se samo uči, grozno, no, in sem bila tako, okej, prav. In sem jih poslušala in thank God, da sem jih, ker takrat sem res pol rabila ta cajt, no, in sem videla, da ni bilo nič narobe in da ni se svet podrl, ker nisem šla na teh par nastopov in nisem nič tazga groznega zamudila, tako da to, ja, ta produktivnost, mislim, da je ful, pač poznam ful pevcev in ful teh umetnikov, ki pregorijo, res zaradi tega se mi zdi, ker je pač itak ful naporno vse to skupaj. Ta stres, mediji, to je grozno. Ja, pa ko si omenila neki notranji vzorci, da pač skozi moraš nekaj delati, skozi pač sam sebe, jaz imam tudi ta problem, se zato recimo dosti pišem, mi je kar blizu ta tematika burnouta, izgorelosti, ker sem tudi jaz prišel do točke, ker pač ni šlo naprej zaradi športa, šole, študija in to. In v bistvu, ko se sam sebe, ne,
Se v bistvu to je največji problem. Ja. Če si ti flehma in če si ti pač je lagano vse, itak da ne priješ do te točke. Samo če si pač tudi, če si tak podjeten, če si tak karakter, če si entuzijast, če si pač tisto se pole sam sebe goniš, dokad gre. Dokaj gre, ker si ma dej si se dam še to na svoj urnik. Sej bo šlo, ne? Pač kaj, bom spala 1 uro, sej bo, ne? Sej bom naredila, sej ti res rata ogromno stvari narediti ampak ni zdravo, razumeš? In to ta miselnost, da mora stalno biti produktiven, to je grozna miselnost, ne? Jaz ne vem, včasih sem imela pač Freizeit, ne, za delati karkoli in sem pač takrat bila tako, ok, bom pa zdaj igrala igrice na računalniku, bom pač ne vem, kar nekaj pač. In zdaj imam ta problem, da si, mislim, zdaj ne več, ampak sem imela ta problem, ker sem bila tako ne, zdaj tudi, če imam Zeit, ne bom zdaj gledala nek video na YouTubeu, zakaj ta čas ne bi raje izkoristila, ne vem, da pogledam en video v nemščini in se ta v Zeit učim še nemščino. Imam stalno ta nek produktiven mindset, da sem dej izkoristiti svoj Zeit, najboljše, ne. Ampak mislim, da včasih je fajn, da delaš pač nič in delaš neumne stvari in delaš pač, veš, sam pač, ker kdaj boš če ne živel, če stalno delaš nekaj z namenom, da boš nekaj dobil ven iz tega, oziroma nek cilj, oziroma biti produktiven stalno. Sej je nice biti produktiven, ampak kdo je nemireno. Kakšne so recimo kakšne take aktivnosti, ki te tebe sproščajo, oziroma ki najdeš nek mir, da se tudi pole energetsko, kreativno, drugače napolniš? Ja, ok, dobro, glasba, pustimo to, ne? Ok, če pogledamo ven z dela, se pravi ne, ok, pač tako izven dela, pač razumem, glasba je lahko tudi kot sprostitev, oziroma te napolni. To je zdaj že moj problem, pač tu je problem, ker je sprostitelj v delu, ne? Ja, sprostitelj, ok, kaj prav me tako sprosti? Veš kaj je res, sam sprosti in sem sam tako branje knjig. To dejansko se mi zdi, da to je enostavno. Ampak ne smejo biti strokovne knjige, ne? Ja, ker če ne, se spet, kaj bom... Je spet delo, ne? Ja, ne, sam tako knjige in sam tako veš, da odklopiš, da mogoče greš tudi v svet nekoga drugega, bereš misli nekoga drugega, živiš, pač greš v te neke tudi tuje svetove, veš. In to mislim, da me sprosti taka dejavnost. Kaj še tako s frendi druženje, žuranje, to ljubim to. Takrat mislim, da tako res odmislim te stvari in henganje tako z ljudmi, kakšne pogovori, tako tudi kakšne take teme, ampak ne smejo biti preveč, ker moji frendi in jaz mi fulkrat zapademo, veš, tako kakšne eksistencija, tako kakšne pogovore, veš, tako ful hitro rata deep. Pri nas vsak pogovor ne more biti tako, ok, kaj si pač jel za kosilo, kaj, tako ne vem. Ne, vsaka pogovor naš, sploh zvečer, tako po 8 uri nekaj upalimo, neke hude resne debate in ja, to me sicer sprosti, no. To predvsem napolni, recimo tudi mene, neke globoke debate s pravimi prijatelji, to je pač, recimo tudi zato smo se odločili za podcast, vsaj jaz, ne, pač, ker imaš lahko te globoke pogovore z ljudmi, ki te pole napolnijo, ne, tako da. Definitivno, veš, jaz sem tudi razmišljala, mislim, fulkrat sem tudi jaz se provala, že da bom jaz lotila se svoj podcast. Ja, to imamo z nekimi frendi na faksu, neko idejo in še to si bom naredila in se damo lotili podcast. Ok, ampak recimo, če oni naredijo večino dela, priješ ti samo, jaz bom odvodila, oziroma jaz bom tako, ne? Ja, ne, ker točno to, veš, jaz ful obožujem se pogovarjati z ljudmi in ful, jaz obožujem ljudi nasploh in to neko, to energijo, veš, ko dobiš, ko se pogovarjaš z drugimi ljudmi, to je meni res fajn, ne, ko spoznaš to take ljudi, ki te pokažejo neki drug način mišljenja oziroma neke stvari, ki ti totalno lahko spremenijo tvoj life. Veš, kaj mislim, pač meni največ se mi zdi vpliva na to, kakšna sem danes, pač ljudje, veš, tako, ko se pojavljajo v tvojem lifeu in ti tudi tvoja osebnost in tvoj način življenja oblikujejo, se mi zdi ful, saj name vpliva ful to. Ja. Res, tudi name, ja. In pole narava, verjetno, ne? Ja, to itak narava in pa tudi, zdaj ne bom rekel tudi šport,
nisem tudi jaz totalno neki športni debil. Ne, tudi jaz rada grem, tako veš, včasih, pač jaz sem ful tekala, ker sem bila mlajša, mislim ful tekala, sem bila ful dobra, veš, v šprintih, 60 metrov, to sem bila ful dobra, jaz tem. In sem tudi nekaj trenirala, ta gorski tek, ampak tako, mislim ful kratek size, ampak zdaj mi ful paše tako iti teč, tako da sam pač, veš, ali pa tako, nekaj, da se ful spotim, da se tako uničim, tako tudi fajn včasih. Fizično resetira, ne? Itak, ne? Ja. Da se fizično resetira, da pole tudi mentalno, da se umiri glava in vse ostalo. Ja. Še kje od športa? Tek? Še kje od športa? Tek, jaz rada imam veš tako, te kratke progice, 60 metrov, to mi je bilo ful fajn meni. Zato, ker pač se mi zdi, pač več neka energija, neka eksplozivnost, več, ko sam daš. In jaz sem bila tako ful dobra v tem, ker ne vem, pač mi ni bilo treba trenirati, veš, oziroma se verjetno tudi za šprint rabiš trenirati, ne bom se neki, nisem tle profi, ampak pač istokrat nisem, ker nisem bila niti profesionalka, ampak sem bila pač enostavno ful dobra v tem, no, tako sem imela talent, bom rekla, za to recimo. Ampak tudi tako dolge proge, no, mi je kar okej laufat, tako. Drugače pa Ja, to je to, nekaj od športa več, ne vem. Ja, itak si bolj umetniški tek. Ja, sej ne bom rekla, da ne gre skupaj, ful umetnikov, pač sploh teh pevcev. Naprimer, ti, če hočeš imeti neke ful koncerte, tisti, ko ful, naprimer, ko pač ima koncerte ali pa, to moraš biti ful v dobri kondiciji, ker se ti to pozna na glasu, razumeš, ti skakati na odru, ne vem, koliko traja koncerti 2 uri, pa še več, ne, se ti takoj pozna, da si zadihan, ne, in ti ne moraš peti normalno in še skakati in veš, kaj delajo, ne, pevci eni na odru, ti rabiš ful dobro, pač fizično pripravljenost, ne, in tudi tej tle, pač so kakšni muzikli, kar delajo različni ljudje, ne, kar delajo muzikle tle v Sloveniji, oni imajo prav tudi te vaje za fizično moč in vse to, tako da je kar, tudi to gre ful, ja. Kaj pa, kako pa recimo glas vzdržuješ oziroma za petje, a se kje koncentriraš, mislim, sigurno delaš kakšne vaje za petje, za ojačati glas, za pljuča, ali ne? Ja, v bistvu tako, veš, ne hodim prav redno na nobene pač vaje petja, ampak so mi pokazali par teh vaj, da si ne res kaj uničim, ne. In tako da to vsake tak cajta definitivno delam. Sicer pa že sem dobila zdaj nek svoj, ne vem, način petja, ki mi ustreza in tako se učim tudi ful rada nekih novih tehnik in takih stvari, ampak zdaj se mi pa zdi tako tudi, veš, da mi ni to zdaj neka prioriteta, mogoče, da je vse 100% tako tehnično dobro dovršeno, ampak se mi zdi cool tudi ti pevci, ki tako vidiš neka čustva, veš, da se poznajo v glasu, pa tudi če je kaj tako včasih malo, to mislim, da je tako kar cool, ker če ne se mi zdi, da ful hitro lahko zgubiš, veš, to neko osebnost v glasu, če te ful trenirajo, se mi zdi, in kako pet, pol se mi zdi, da ful hitro ljudje zvenijo enako, ful pevcev. In se mi zdi, da cool, da ohraniš ta nek svoj avtentični uni, ne. Ja. In kako recimo prej si omenila, da moraš peti s prepone oziroma s trebuha? Kako to izgleda? Pa se pravi, jaz nimam te podlage, tako da... Ne. Ja, naprimer že, če govoriš, moraš dati samo roko, tako nekako, in pa naprimer že, če ponavljaš besedo sam ha, in to lahko ti, če to delaš prepone, tebi ne bo zmanjkalo sape nikoli, ti lahko to delaš 1 uro non-stop. Se pravi, moraš izdihavati in hkrati govoriti. Ali kako? Mislim, to je zdaj pač ena vaja, ne, tako za petje, za prepono, pač ne vem, so različne vaje, pa sej tebi profesori ti držijo tako roko in oni tudi čutijo, pač moraš čutiti, da uporabljaš ful preveč pevcev poje z grla, razumeš, in pol uporabljajo glasilke in preveč in imajo ta problem, da ne uporabljajo cel til, ker poješ, moraš potrebovati celo telo, razumeš, in ti moraš uporabljati tudi te mišice v trebuhu, oziroma ne vem pač, kje so, ne, ampak tako prepona, to vse izhaja iz tle nekako, ne, to tle dobiš moč, da lahko te tone, ne, pač zapoješ, kakšne visoke, ne, ful ljudi tako, teh pevcev tako z glavo gor stavi, ne, napenja vrat, te mišice, to ful se ne sme delati, ker mora pridati moč iz tle, no, ja.
Recimo, pred sajtem sem bil na eni delavnici Emotional Tools, se pravi, kako izražati čustva skozi telo. In je bilo vaja tudi kao kričanje, se pravi, s kričanjem, da ti izražaš čustva ven. In je rekla pač, ne kričati iz grla, ampak s trebuha. In meni je bilo abstraktno. What the fuck? Je ful. Kako se to naredi? Je ful čudno. Ampak je pa res, ne, ker pač glasilke ti pa pole hitro uniči jih lahko, ne? Ja, ful pevcev, no, dobijo tako, kakšne tudi te vozličke. To je ful pač nevarno. Sej sicer ne vem, to se lahko zgodi vsakmu, tudi tismu, ko ni pevc, ne, ampak fulkrat ne, če ne uporabljaš in tisti, ki pač itak ful pojo in se ukvarjajo s tem, tisti pač je več možnosti, da se kaj kakšna, no, stvar zgodi. Tako da je pomembno tudi za to skrbeti, ja. Ja, ker jaz gledam spet malo bolj iz športnega vidika, se pravi, po mojem tudi pole boljš, ko imaš trebušne mišice, oziroma to trebušno trepon, lažje tudi poješ, ali ne? Mogoče zna biti, čeprav kakšni res izjemni pevci, veš, tako, ki so malo bolj, nimajo ravno mišic, ne vem, če je to nujno. No. Ne vem. Se pravi, ni moje področje. Ja, tako da... tudi jaz premalo vem o tem. Ja. Si predstavljam, sigurno več, ko treniraš tudi trebušno prepono, boljše. No, to pa gre, ja, verjamem. Ja. Ampak ja. Ja, se strinjamo. Ne, veš, kaj sem ti hodila sem ti reči o tem, tako dobro počutje, ne, če kaj tako v glasbi, če se dotaknem tega, veš, kaj je fora. Ja. Mislim, da je ful problem in sem to ugotovila tako pri majhnih pevcih, ki jih pač tako starši se mi zdi ful silijo na ta tekmovanja glasbena in te stvari in te reality shows in tako Slovenija ima talento. Jaz res mislim, da ni za majhne otroke sploh. Zato, ker tudi sej mi je povedala tudi ta Marta Zore in različni ljudje, da pač so majhne punčke, ki dejansko pač jih ta pritisk tako zlomi, da tudi psihiatrične bolnice pristanejo. Veš, to je tako, to je tako kruto, ta biznis je res krut, ne. In se mi zdi tudi pač, sej jaz sem začela na teh glasbenih tekmovanjih, ne, ker pač se mi zdi, da enostavno nekje moram začeti in jaz nisem nek fan glasbenih tekmovanj at all, ker se mi zdi, da pač tudi ful težko zdaj ocenjevati dva glasbenika med sabo. Veš, kaj mislim, vsak ima nek svoj stil, vsak ima nek svoj, ne vem, mi je težko reči, ok, ti si zdaj prvo mesto, ti si drugo mesto in sploh ne vem točno, kaj se včasih ocenjuje na teh tekmovanjih in tako je kuhna res veliko v primerih, ampak tudi jaz sem bila na teh tekmovanjih in jaz sem zmeri šla tja in sem bila tako, ok, cool, bom uživala, ne. In potem sem pa videla te punčke, ne, pač, ko to smo povali, pač smo majhni, ne, bili takrat in pridejo tja in so v tistih garderobah in se razumeš, tam so tako pod stresom in se sam pač šminkajo in imajo tako tiste neke krila in že tako naprej določene in tiste njihove učiteljice petja in tako, okej, glej, da boš prav odpela tisti ton, ne, in potem pridejo tam na oder in stojijo tako, ne, kakor da bi nekdo jim dal, ne vem, rit, se upravičujem izrazu, ne, ampak tako razumeš in sploh ne uživajo. In se je lahko tisto, kar odpojo, tako 100%, veš, tehnično dobro, dovršeno, pač super, ampak se ne niti premaknejo, naprimer tako stojijo in ni nekega in potem pridejo cele v strahu dol z odra in so tako sem prav odpela, tisto je bilo v redu in si mislim, sploh nisi ti uživala zdaj tle na odru, zakaj pol to delaš, da dobiš neko nagrado, neko plaketo, prvo mesto, drugo mesto in pol. In to mi je tako full bad, ker vidiš, da ne vem, in sploh nimajo, se mi zdi, da te učitelji petja v Sloveniji, oziroma ne vem kaj, pač bi mogli tudi učiti neko prezenco, neko karizmo, neko premikanje na odru, ne pa da ti učiš sam, ok, super, pač petje, ne, ampak pol pridejo te pevke na odru in so vsi tako, veš kaj mislim, pač so vsi te punčke in so tako in se niti ne premaknejo in je meni tako, ne vem, mi ni okej ene stvari in se mi zdi, sploh ne uživajo tej otroci. Takrat mi je bilo res grozno. Takrat sem se res ful hitro umaknila proč od teh glasbenih tekmovanj. Ampak se je cool, no, sej ti pravim, pač dobiš kakšno priložnost, fajn. Jaz sem dobila sem zmagala na parih in potem sem dobila kakšno studijsko snemanje in se ti tako odpre, če si mlad, se mi zdi, to je ful dobra priložnost zate, da tudi spoznaš različne ljudi, ampak mi pa ni všeč ta nek vibe in to okolje, veš, ko se na teh tekmovanjih je tako vse. Kaj glasba, ne, to bi nas moglo povezovati in vsi so tako nastrojeni, tej glasbeniki, jaz bom boljš kot ti, in je sam tako, joj, pač ni cool.
Sej to mislim, da je povsod tudi pri športu, ne vem, kako verjetno... ti si imel že tako, naprimer, ne vem, če si kaj tekmoval ti, tako v športu. Tudi v športu je zmeraj. Jaz sem imel tudi podoben težavo. Recimo, jaz sem bil tudi, so pravili, da sem kar perspektiven, pa sem se čutil tudi kar perspektivna, ker sem bil mlad tam nekje do konca osnovne šole. Ampak pole je bila, ker jaz sem treniral v Prvačni, takrat je bil še Markjol in potem takrat je bila pa kriza, ker se je glavni sponzor umaknil in potem je bilo, ker je bila kriza, ni bilo denarja, so vsi glavni igralci šli proč. In v bistvu potem so v prvo ekipo dali vse te nas mlade, perspektivne igralce in kar naenkrat smo šli mi iz igranja v neigranje. Smo bili samo tam in malo je bilo to, ker smo izgubili tisti čar igre, veš, pa prehitro je ratalo vse tako profesionalno, ker kar naenkrat smo igrali prvo ligo, pa vsak dan treninge in izgubiš tisto umetnost športa. Kad treniraš za veselje, kar naenkrat treniraš za tega, kaj je to neka profesionalna stvar ratala. In takrat sem prav videl, nisem igral, nisem več užival in takrat se je tudi napredek ustavil. Samo takrat ti tako ne razmišljaš, samo greš naprej, ker so rekli, treba, veš. Tako si pa čudil tudi mogoče ker to je grozno, se mi zdi pri teh pevcih, ali ne vem, smo sami mi to grozna bitja, ne vem, kako ne ti povem, si čutil tudi ti tako med športniki, je ta neka ful nastrojeno, zdaj bom boljši kot ti proti nasprotni ekipi, ali tako je to. Mislim, tekmovalni duh je, se mi zdi v športu malo drugač. Malo drugač. Čeprav se mi zdi, da sploh recimo v nekaterih panogah, recimo v nogometu se recimo mlade ful hitro se jih specializira. Recimo, namesto da mu pustiš, da igra vse, se specializira, ti si dober v driblanju, te bomo dali v napad in igraš samo v napadu. Ne. Je prehitro tista specializacija in pole tudi otrok se ne razvija, kakor bi se lahko. Mislim, da v športu je, pa recimo v tenisu zna biti kar prehitro, profesionalno, veš, ker je posamezni šport, ni ekipni šport, pa itak v tenisu rabiš pa ful dela, ful poznanstev, tudi ful vložka denarnega strani staršev, da ti uspe. In se mi zdi, da tam lahko hitro rata ta težava, ko si omenila, da ne igraš zaradi tega, ker želiš, ampak zaradi tega, ker moraš, ne. In se mi zdi, da dosti krat tudi verjetno pri pevcah je tako, da so odzadaj neki interesi ali staršev ali... poznam, jaz ogromno takih. Kukor sem, recimo, zdaj poslušal tebe, prva stvar mi je bila pismo, a je otrok tam na nastopu zaradi sebe ali zaradi staršev? Ponavadi je zaradi, tisti starši so vse grozni, sem videla, kaj so delali, tako dejte glasovati za mojega sina in tako hodijo in so tako, ne vem, si bolj oni želijo zmage otroka, definitivno, kakor otrok sam. Ker v bistvu to je, recimo, sorry, kad te prekinja, recimo Uroš Perko, v tistem podcastu je dosti krat je omenil, da dosti krat neke ambicije staršev, ki jih niso uspeli sami starši realizirati, pole prenesejo na svojega otroka. Nezavedno. Potem ga forcirajo, pa potiskajo naprej, ne? In pole začnejo nastajati težave z duševnim zdravjem. Ker mislim, da sploh je tako v glasbi, se ti pravim, da si vsi mislijo, da enostavno tej starši, moj otrok je pa zdaj talentiran v petju, zdaj pa znan, zdaj pa zvezda, dej, come on, ne? In to je ta neka čudna mentaliteta, sploh tle v Sloveniji se mi zdi, ker vsi hočejo neki biti znani ali pa mislijo si, da bo postali in ti starši so lahko res kruti, ne? Se mi zdi tako nasplošno, sploh v Ameriki se mi zdi, da je še slabš glede tega. In tudi recimo so delene analize oziroma ankete, študije, ki so spraševali mladih oziroma tam, ne vem, najstnike, kaj želijo biti, ko bojo enkrat odrasli, oziroma kaj želijo biti, ko odrastejo, oziroma ko bojo postali malo večji. In pred leti je bilo, želim postati astronaut, želim postati, ne vem, neka služba, pole je bilo recimo... TikTok. Ja, dejansko influencerji, ne, recimo, kako se je tu spremenilo. Pred časom je bilo že želim postati profesionalni nogometaš, želim služiti kot, ne vem, Messi pa Ronaldo. Zdaj je ratalo influencer, ne. Vsi želijo to delati, ne. Mislim. Ja, ker I guess mogoče biti znan, ne vem, ti da te neke impulze, te všečke in te fore, ne vem. Ja. To mene bolj spravlja v stres, ne vem, pač meni to, ne vem, jaz bi lahko izbrisala všečke, bi izbrisala, ne vem, mislim sej. Ja. Ne, veš, kaj mislim, pač tako, ne vem,
Ampak je res, ja. Ljudje pač res, ja. Ja, mislim, po eni strani nismo sami krivi, ker v bistvu ta socialna mreža so tako ustvarjena, da te zasvojijo, po drugi strani smo pa sami, ki si v bistvu dovolimo to. Kaj pa recimo, kako pa ti gledaš na te stvari, oziroma kako ohranjaš ti zdrav odnos glede tega? Do socialnih omrežij? Tako na splošno, socialnih omrežij, uspeha, ker zdaj si parkrat omenila, da ne želiš postati slavna. Ne, veš kaj, pač jaz tako TikToka nimam. In ga tudi, veš kaj, pa čutim pritisk, seveda, vsi mi govorijo, deva, nerdi si pač TikTok, že tako srednji, ne, dej, halo, pa že si tako vsi pošiljajo, tako to sem videla na TikToku in jaz sem tako, jaz tega nisem videla na TikToku, ker ga nimam. In tako, ker ne vem, ene stvari so, pa jaz tudi, vse sem si naredila tako ful s časovnim zamikom, naprimer, če so vsi imeli Instagram, ne vem kdaj že, sem si jaz naredila tako 3 leta po vseh ostalih Instagram, jaz meri se tako, da si vam naredila TikTok, kot TikTok sploh ne bo več bilo tem, jaz imam to neko stvar, da si se naredim ful, ampak veš kaj, tako nočem, jaz mislim, da zmeri skušam se distancirati, to, kar dela večina, provam jaz ne delati, ker se mi zdi, da je nekako se mi zdi, da je škodljivo, pač vidim ostale in si rečem, dej, Eva, ne biti taka, pač dej, in pride tako, ima svoj kost, ne, ker včasih sploh, če si umetnik in glasbenik, se moraš nekako oglaševati in so tako, dej, ne, si TikTok, posnami to, ne. In definitivno jaz sem v slabi poziciji, se izbrajam, če bi jaz, naprimer, da ne bi bila pevka, da bi imela karkoli drugega, nek talent, da bi bila tako knjižničarka, whatever. Jaz bi imela tako Nokio na tipke, razumeš, da me lahko sam pokličeš, ali pa mi pošlješ goloba, tako pismo. Jaz sovražim tehnologijo, jaz sovražim vse to, jaz se ful bojim vsega, pač ko jaz ne vem. Sej, in to je sploh zdaj, ko postaja svet, ko je ta inteligenca umetna in te fore in ko bomo to ful potrebovali in bomo mogli živeti s tem, jaz ne vem, pač, kako bomo s tem skajala, star, jaz ne vem, joj. Jaz ti pa malo zavidam to, ker pač mene pa dosti krat povleče v to, veš, bi postal pač slaven, hočem, da ta podcast uspeva, veš, pole se orientiraš na te številke in tako, in da se prav, veš, jaz pa nimam tega želje oziroma nekega neboja biti drhačena, ampak da si pa želim, ker bi bilo dosti boljše za moje, zase, za moje počutje in duševno zdravje, ker vidim, recimo, več ko sem na Instagramu in socialnih omrežjih, bolj ko scrollam, bolj ko se podzavestno primerjam z drugimi, ne slabše. Pač tudi bolj, recimo, ko gledam na številke, ta podcast ima toliko pa toliko všečkov, pa recimo toliko pa toliko ogledov, ne. In kar naenkrat postaneš pač zapornik oziroma si ujet od teh stvari, ne. In kako pa ti tako, si že imel kakšen tako kritiko, kako prenašaš, tako kakšen hate comment, si že dobil kaj tazga ali pa tako? Zdaj za ta zadnji podcast za Bolčino se dobujem Pametnjakovič, ker recimo na začetku smo imeli tehnične težave in ni začel snemati mikrofon in je bilo točno prvih 4 minute 26 sekund je bil slab zvok iz kamere in je pač res obupan. Ne. In nekdo se je dobil pod YouTubeom in je podkomentiral, da pač ta zvok je katastrofa, da še 13-letniki imajo boljši zvok in vi se imate tle za nek podcast in je bilo prav what the fuck človek, sploh nisi pogledal 5 minut našega podcasta in si tle neki pameten. In tako da za reč, te hate komenti me ne toliko spravijo, bolj bi recimo, če bi nekdo, ka poznam, neka oseba, ki mi dosti pomeni in bi mi napisal neki... In bi bilo tako, veš, da mogoče je resnica. To je tudi meni, se mi zdi tako, veš, kritika, veš, ko so oni komentarji in so sam pač hate comments, so neumni. In si tako, ok, whatever. Pač, recimo, tudi dosti sem poslušal glede tega, ka spremljam take ustvarjalce, so rekli, da pač to je, pač to nič ne pomeni zaradi tega, ker človek samo na internetu, kjer lahko izrazi svoje neke frustracije, jih samo da ven in pač ne smeš to osebno. Te ljudje se mi meni tako smilijo. Si ti že kdaj čutil samo potrebo nekomu komentirati nekaj ful groznega? Nisi? Sem, da sem se vzdržal, jaz sem tudi tak, dosti krat analiziran, ampak ni ono, da pač... Ampak zakaj si sovražil tisto osebo? Ne, v bistvu me je triggeral. Nek content mi je triggeral in v bistvu mene triggeral, ker sem hotel nekaj pole izraziti ven, ker se nisem strinjal s tem. Tako, tako, ne je prav hate, ampak pač, recimo neka vsebina, sploh recimo na kakšne
slabe dneve, pa težke dneve, neka vsebina ti ni všeč in pole tisto te pikne, ne. In pole ti, ne. Ja. Ampak pole, ko se zamisliš, zakaj je nekdo mene... To popolnoma razumem. Jaz tudi tako, naprimer, če so kakšne tako, veš, take zadeve, naprimer, kakšne, ne vem, politične debate ali pa kaj tazga in ali pa kaj tazga, ker jaz imam prav drugačno mnenje, tam me tako ful prime, da bi kaj napisala in tako delila še svojo stran, ampak njegov pa nisem definitivno čutila tako, veš, potrebe teh hate komentov, ne razumem, veš, kot žalijo. Ne, to pa ne. In take stvari, da so, Jesus, ne. Te ljudje se mi zdi, da pa sej se mi smilijo, ker pač nek moraš biti, da čutiš to potrebo, da sploh to napišeš. Da si vzameš tistih sekund in da si tako, da prizadaneš drugega, da se ti sam boljš počutiš. Ja, pa se mi zdi, starejši, ko si manj, bolj znaš realno razmišljati glede tega. Pač, ti, če imaš zdrav pogled na te stvari, pač nikomur ne bo šel pač pisati, ker veš, da ti, kar napišeš, je kot da bi povedal nekomu v friz. In pač, če ti nekomu ne uspeš nekaj povedati v friz, kaj bi to napisal pač, in se skrival za masko interneta. Za nekimi Lojzek 1, 2, 3, tako neki username, še neumni. Se mi zdi, da pole itak pa tu s cajtom potem vidiš, spoznaš, verjetno na začetku te vsak tak komentar te malo prizadane, pole s cajtom pa zmeraj manj. Je pa zanimivo, da tudi recimo taki dobri komentarji od ljudi, ki jih ne poznam, me ne dajo recimo nekega zadoščenja, takega, ko bi dobil recimo osebno, ne. Da ti je nekdo recimo osebno nekaj pove, ne. Jaz sem tudi tak kar čustven človek in čutim, če nekdo res nekaj misle, a pa samo, da nekaj pač napiše. Ja, totalno. Se jaz si tako najbolj si zapomnim, veš, tako pohvala, veš, ko si mislil in pol vsi po nastopih, ne, je tako ful cool meni zanimivo, ker ko si pač imaš tako res pač nek dober nastop recimo in si pač ko se ti zdi, da si bil res ful zakon in pol ti pač par ljudi čestita in pol prav vidiš pač isto ljudi, ki bi radi prišli k tebi in ti rekli, si bil res pač dober, ampak ne pridejo in pol pač rečem, pač kaj bom hodil, ker imajo to mentaliteto, zakaj bi prišel k temu, če mu je tisti dan sigurno čestitelo in reklo, kako si bil dober že 1000 ljudi, ne. Pa je lih to, pač meni pa jaz to pač res uživa in si zapomnim vsakega, ki me pohvali, naprimer, in si zapomnim vsakega, kaj mi je točno rekel, ne, ker se mi zdi točno kako nekdo nekaj v besedi, to, ker vidiš, da je pristno, veš, tudi ton glasu, vse je drugače, kot če nekdo to napiše, seveda, in so res, pač je lepo, no, in mislim, da ljudje imajo včasih tudi to težavo sam pohvaliti nekaj tako v živo. Ja, tako da, tudi jaz na začetku sem imel težave tu s pohvaliti, zdaj pa provam, ker vem, koliko recimo meni pomeni in se tudi daj pole jaz prisilam nekomu nekaj napisati, ful door posta, pa ne vem, če vidim nekoga, veš, zadnjič sem videl bivšega soigralca od nogometa, ki je imel pač eno nesrečo pred kratkim in je bil ta na kafetu, sem šel mimo, in lahko bi komod šel samo mimo in bi rekel čau in to. Sem se proval ustaviti, sem rekel, kako si uredi, je šlo mimo, veš. In ker recimo tudi vem, da meni bi to ful pomembno, če bi prišel nekdo, pa recimo nek znanc, ali pa bivši prijatelj in tako, bi prišel do mene, kako si uredi in tako, ne da ono. In to se mi zdi, da to itak vidiš sproti, ne, ko se ti dogaja kakšne take, sploh če imaš kakšno težko obdobje in pol vidiš, koliko dejansko da bi pomeni, ko pride nekdo in ti tako reče, kako pač ko si, ne. In pol se mi zdi, da vidiš, no, ko pri sebi dojameš, koliko tebi to pomeni, pol se mi zdi, da lažje tudi drugim se zaveš to neko pomembnost, da tudi drugim poveš, včasih se ostaviš, kako si in pač Tu kako je že zlato pravilo, pač razsvetljenstvo oziroma tega duhovnosti. Pač treat others like you would treat yourself. Pač pa see others like you would see yourself. Se pravi, vidi druge tako, kot bi videl sebe, oziroma tako jih tudi potem. Pa sej tak mislim, da mi ljudje smo preveč, veš, sam tako samo v svoji glavi in skrbimo samo zase. Pa tudi, pole ego priumjesne, veš, pole te naredi, da si ti pomemben, to v bistvu nisi. Ker nekdo mi je rekel nekaj od teh hate commentov in potem se me to tako dotaknilo in je rekel, kaj se ti sekiraš, pač, naprimer, si toliko obremenjena, naprimer, ne vem, ker sem bila mlajša, sem bila ful obremenjena, ne vem, da imam točno tako počesane lase, veš, ker sem bila tako najstnica, tako kako bom oblečena in to. In potem mi je nekdo rekel, pač, ti se ful preveč ukvarjaš s tem, kaj si drugi pač mislijo o tebi, ker greš spat na koncu dneva, je vsak ne misli nace
in kako si ti izgledala zunaj, ampak na koncu je vsak s svojimi mislimi, ko greš spat, si sam z sabo in se ne razmišljaš o drugih ljudeh in kaj jim je, ampak razmišljaš pač o svojem življenju in mislim, da ful se tako, ne vem, 80% se mi sami sabo ukvarjamo, ful malo z drugimi in ja, tako da. Tu sem videl par kvotov že, da kao v svojih 20-ih se ful ukvarjaš sam sabo, pole v 30-ih kao spoznaš, da v bistvu nobenega ne briham, pole v 40-ih vidiš, da res nobenega ne briham. In če upaš priz do tega spoznanja že 20 let prej, pač dejansko si pa šparaš ful trpljenja, pa boljš živiš, ne. Recimo, tudi mene ful navdihuje glede tega, moj bivši sošolec Blaž Marušič, ki smo tudi imeli na podcastu, je recimo tudi ima podoben pogled kot ti, ne, recimo itak izven družbenih norm, pač živeti zdaj, pa recimo on pravi, da smisel življenja je pač življenje samo, ne, da pač ni višjega smisla, ampak tako, ne, da pač stopiš malo ven svoje glave, malo spremeniš pogled na stvari in tako, ne. Ja, mislim, da je to ful pomembno, da stalno ugotavljaš pač, da vidiš, ker je ful neumno, se mi zdi, da živiš samo v nekih svojih pač predstavah o svetu, ne, ker mislim, da ful hitro se lahko ukalupiš v te neke resnice, pač to je res, to je ni res, ne. Se mi zdi, da moraš jaz sem imela probleme s tem, da sem poslušala tudi sprejela, razumeš, mnenja drugih, pač njihove predstave o svetu, ne, kakšne, pač sem bila tako, jaz sem prepričana, da to je pač resnica, ne, in pol, ko se odpreš in probaš sam razumeti, že to je, da probaš razumeti, iz kje ta tvoj nasprotnik izhaja, že to se mi zdi, da lahko se ful naučiš od tega, ne, ker na koncu pač, če hočeš shajati z drugimi ljudmi, mislim, da je fajn, da poskušaš pač tudi tako jih boš lažje prepričal, mogoče, da nimajo prav, da skušaš izhajati iz tega, kje oni izhajajo. Ne, pač, pa da živiš tisto, kar verjameš. Ne, se po mojem najlažje nekoga prepričaš, ne z besedami, ampak s tistim, kar si, oziroma pač, ko živiš. Ne. Ja, tako da, recimo, tudi vidim, recimo, pri tebi nekaj govoriš o tega, da pač čustveno dobra energija, pa izven družbenih norm in res živiš to, ne, in pač tudi človeka prevzame, ne. Ja, veš, ki sem ti vedela reči, pač meni je najpomembno, se mi zdi v življenju tudi, da imaš neko strast, ne, razumeš, to mi je tako najbolj, se mi zdi, da če zgubiš, karkoli delaš v življenju, mislim, da moraš delati z nekim čarom, z nekim tako energijo, z nekim nabojem in pol mislim, da rata nekaj dobrega ven. Lahko so to tudi vsakdanje stvari, ne vem, si namažeš marmelado na kruh, pač, ampak tako pač, da delaš nekaj in da si rečeš, ok, to delam zdaj in delaš vse z neko strastjo. Veš, kaj mislim? Jaz tako ne maram teh medlih ljudi, ker veš, se sam tako vlečejo in se ti zdi, da vse naredijo tako po liniji najmanjšega odpora in se sam tako, pač vse je cool, ne, ampak pač ne vem, ne, če si že tle in moraš delati neke stvari v življenju, pač dej probi najditi neko srečo in narediti to z neko strastjo. Meni so ful všeč taki strastni ljudje in provam tudi ta sama biti taka. Mislim, biti, provam, pač taka sem, jaz ne vem. Ja, in to mi je res cool, no. Strast. Ja, strasti. Tvoja pesem Slane sanje, ne? Ja. Lahko se še tle malo ustavimo, da malo povejo, kako je prišlo do inspiracije za pesem, pa pole proces, ker sem slišal, da je bil kar intenziven, pa fajn snemanje, zanimivo snemanje in tako. Ja, naporno je prva beseda, veš, ko me prije na misel je naporno, ker je bilo ful naporno. Ne, ampak ne bom začela s tem. Kaj ne rečem? Ja, v bistvu s tem Urhom, veš, ko sem ga prvo omenila, ker da so vsi ful podobna, no, z njim bi mogla napisati ta komad, bi se mogla, pač sva imela idejo, da pač napišejo nekaj tako. In tisti dan pač njega ni bilo, pač ni mogel, ker je nekam šel v Nemčijo, ne vem kam, no, in je rekel, ok, dej pač s tem Tinom. Tin je tudi en, ker dela v tem njihovem studiu, In pač, kakor glasbeni tak, ti se moraš sprijazniti z dejstvom, da pač moraš tako prvič spoznaš nekega človeka, nikoli se nisi še videl prej in pač moraš tako kar že diskutirati o čustvih, o besedilih, veš, to je tudi tako ful čudno, ne? Prvič vidiš človeka in moraš že nekako sodelovati ful z njim. Ja, se dejansko, se je težko, mislim, na začetku verjetno se je težko malo pač, prijeti čustveno, ne? Ja, se mi zdi tako, zdaj sem se bolj že naučila, kako pač sem se bolj navadila. Ja, sem recimo videl zdaj danes, ne, na začetku sem je bilo težko oprat, zdaj pa, ne? No, vidiš, ja. Intermezzo. In
In in sem s tem Tinom in sem tako, tega človeka sploh ne poznam dobro, ampak probava poskusila zdaj to narediti in je ratalo nekaj, pač kar se mi zdi, da z Urhom nikoli ne bi stvarila, kakor sem rekla prej, mi dva sva zelo si podobna in bi spet rado verjetno neka čudna stvar, ampak tako, je nastal tako mat in mi je bil tako všeč, sem je zelo tako speven, je bil tako nekaj drugače, bil tako pop, nekaj, kar jaz drugače ne delam toliko. Mislim pop, tako tak sound, ki ga drugače v mojih pesmih ne bi bilo. In se mi je zelo zanimivo, sem tako, naredimo še video spot, tako why not. In ta Matej Simčič in ta ekipa, oni so tudi prijatelji, veš, to, ko sem treba, to je vse pokonektano, ne. On dela na RTV Slovenija spet neki in je rekel, smo poslala pesem, mu je bila pač všeč, ne bil in potem smo se pripravljali, pač scenarij pisali skupaj, kaj hočem, kako da bo izgledalo, pač visuals in te stvari. In potem smo snemali, ne, in smo snemali full cajt, tako 6 zjutraj do polnoči in je bilo res naporno, nismo imeli niti čas na WC iti, tisti so bilo tako naporno, tisti make-up non-stop, razumeš, en look, pol ga zbrišemo, damo dol, oni so tako zamenjali, pač so to opremo, gremo, pač res je da high production tisto, ne. Ti so res tako intense, ampak mislim, da je res pač cool stvar ratala, in so ful ponosna, sicer pa res naporno, naporno in zato sem tudi zdaj za naš drugi komad, mislim za moj drugi komad, recimo drugi, tretji, Spake tudi smatram kot moj single, in sem se rekla, daj ne bom šla v tak production again, ker to je bilo tudi, ne bom rekla, da mi ni bilo fajn, je bilo zelo zanimivo, ampak je bilo ful naporno in sem tako, in če bi naredila kaj bolj preprostega, pa sej ni važno, sej ne rabim tle nek high production, pač. In sem bila tako, in naredim nekaj, kar bo tako res ful pristno, ne, in nekaj ful tako, in to, ker že pesem, ko sebe prodaš, ko prišla zdaj ven, je taka, pač, je tako kar čustvena, pač, ne, se bom lahko povedala, pač pol o čem se gre, ampak tako, in sem tako, Zarja je ena moja prijateljica, Zarja Pelicon, in ona študira na GRFT, in študira montažo, in sem rekla, pač jaz bi lahko mi dve pač skupaj tako naredila video spot, in pa tako, cool. In to smo se pač dobile na full drinkih, tako fullkrat, in smo probali nekaj napisati, in sem bila tako, se to zveni cool, pač v teoriji, ker tudi pač jaz nikoli nisem napisala še scenarija za video spot, pa se sploh ne vem, veš, šoti in to je full pač zahtevno, kako to sploh narediš, ne. In potem smo se pač dobile in smo napisale, in smo bili tako, to zgleda, pač recimo kar cool, zdaj ne vem, kako bo izgledala celota, ko bo to zloženo skupaj, lahko rata full messy, ker smo imeli pač neke različne scene in različne kraje tudi in smo bili tako, sploh ne vem, kako bo dejansko zdaj to se skupaj dobro povezalo, ampak zdaj mi je poslala pred par dnevi, tako včeraj ali predvčerajšnjem, mi je poslala tako skoraj zadnjo verzijo, pač je tako vse zloženo skupaj in je ful dobro. Nik, Hana, je res nice, res, jaz sem se tako skoraj zjokala, pač res sem rada tako emotional, ker vem, koliko je pač, poleg tle so sodelovali še Nik in Hana, in to sem bila tudi full happy. Pač itak Nika sem spoznala jaz prek Sare, prek njegove punce, ker pač Sara je bila moja sošolka, sošolka pri nemščini, smo imeli skupaj nemščino, na maturo, in potem sem spoznala Nika prek nje, I guess, in potem sem tudi z Nikom nekaj sodelovala za njegovo diplomo, nek photoshooting, mislim, da je rado kar cool. In pol Hana pa sem spoznala prek Nika, I guess. In pol sem vprašala, če sta če bi mi pomagala, ker pač itakaj, sej Zarju bi en tok lahko narediš pač v dveh, sej Zarja zna tudi nekaj snemati, ampak sem bila tako to. In pol je ten gad pomagala ful tudi Nik in Hana, res ful. In sploh Nik pri gozdu, ko mi je moja rama padla ven in me je povil. A se bo dala kaj videti ta incident, ali ne? Veš, nekaj časa sem dejansko debatirala, da bi to vključila v video.
In da mi počutim, veš kaj, je bilo ful smešno, ker sem dobila tudi izvid nazaj, pač od zdravnika in piše tako na izvidu, si je spahila roko, ko je snemala video. Tako, in potem smo vsi spraševali tu zdravniki, kaj je bilo to? To je vključiti v življenjepis. Ja, ne, je bilo ful izvad, ko če bi to vključili v video, ampak ne vem, no. Jaz sama nočem videti tistega paca, ker je, ja. Joj, ne. Prej slej boš mogla, ali prav ne? Ne vem, pač Zara je rekla, da je tisti footage pač zbrisala, ampak Nik je rekel, da ga ima še vedno. Ja, da ga ima ojoj. No, kakorkoli. Shrani tisto za primerni cajt. Mogoče tako čez nek cajta. In kaj se hodila reči? In smo naredili to. Jaz sem spremljal oddaleč, pravi, kar sta mi Nik in Hana povedala, nekaj tak smo skozi v kontaktu in tako. In potem sem dobil idejo, da lahko bi bila fajn tudi promocija zate, za videospot, ne, za prist na podcast in potem zdaj si tukaj, pa še taka deep debata, ne, tako da top, ne. Ja, top. Kdaj računate, da bo ven? Ma tako hmalo, naslednji teden. Aha, okej, se pravi. Zdaj še, ker mogoče se kaj zalomi vmes, se pravi, ko bo podcast zunaj, bo mogel biti verjetno že video zunaj, tako da bomo dali povezave v opis podcasta, tako da super, hvala. Lahko grejo ljudje počekirati. Ja, smo imeli misel tako 22. september, to je naslednji petek, se mi zdi. Bomo videli, no. Ker moramo zdaj še par stvari urediti, tako da nočem še 100% reči nek datum. In pol ni tega. No, v vsakem primeru bomo dali neko povezavo, če ne pa do tvojega YouTube, ki bo verjetno na YouTubeu. Definitivno, na mojem kanalu. Tako da. To? Veš, kaj sem te še vprašati, recimo prej, ker se malo vežem na prejšnje vprašanje od uspeha. Se pravi, tvoj prvi in drugi singel, Slane sanje, so doživele nek uspeh. Mislim, uspeh. Pač dejansko veš kaj je name, za uspeh mi je to, da sem prišla na radije, na Val 202 me vrti. Kaj zate pomeni uspeh, pa recimo, kako bi ta nov singel postal? Kaj upam, da bo se zgodilo? Kaj bi pomenil, da bo ta komad uspešen? Kaj zate to pomeni? Zame je bilo uspeh pač to, da me vrtijo radiji. To mi je kar cool, pač Val 202 in ful, pač ne vem, ti radiji, no. To, da so me pač vrteli, me kar dosti vrtijo ful ta single, to mi je ful pač nice, ne. To mi je najboljše. In pač od tega komada spet nočem več si nekih pričakovanj postavljati, kako so če se ne uresničijo, ampak tako, ne vem, upam, da bo všeč ljudem, da ga bo tako sprejeli in da mogoče tudi tako malo se vrtel po radijih in zdaj kaj se, ne vem, nekaj ogromnega se ne more zgoditi, ne, z enim singlom, ampak pač no. Ja. Cool. Da se vrti in da pretahne ljudi. Pač tako, no, sej. Ni preveč za zahtevati, ne? Ne, definitivno ne, mislim, da bolj, ko imaš neka tako skromna pač pričakovanja, manjko pričakuješ dejansko, veš, jaz bolj, ko si postavljam neke cilje in delam, da bom jih dosegla in šla proti njim, dejansko manj jih dosežem, pač ne vem, sem to sam jaz, pač bolj, ko si zastavljam, ko to bom naredila, bolj nekako sem self-destructive, sem destruktivna in delam vse drugo, samo da ne bom dosegla tega cilja na koncu, ne vem, zakaj to počnem, ampak ne, in se mi zdi, da pač meni res, vse mogoče, sej sem rekla že v par intervjujih, da je mogoče to moje prepričanje naivno, ne, ampak tako dejansko ljubim stvari, ki se zgodijo spontano. Tako, veš, tudi to, da sem zdaj dan sle, pač take stvari, veš, tako, pač, ne vem, tako v življenju srečaš ljudi, ne vem, prideš nekam in potem se mi zdi, tako se zgodijo dobre, cool stvari. Bolj kot ti zdaj, ki načrtuješ, bom pa slaven in da bom postal slaven, bom zdaj, ne vem, si to naredil, neke načrte, bolj se mi zdi, da, ne vem, se mogoče, več ko imaš kontrole, mislim slabše, odvisno tudi na kakšnem področju, zdaj kreativa in to je dosti vezana na to spontanost, ne. Medtem ko če imaš pa ti neko delo, pa recimo v športu moraš biti pa, pač imeti neke cilje pa redno delati, tako da odvisno tudi od področja, pa kaj počneš. Je cool ta disciplina, se tudi umetniki pravim, pač je cool, da imaš to neki, ne, to neko disciplino, ta nek red, ki meni se zdi, da tudi, jaz sem ful taka, veš, da, zato je meni cool študij, zato so meni cool take stvari, ker mene tako držijo, veš, tako,
naravnih tleh, ker sem ful tak človek, da bi ful hitro se predala čustvom in tako, imam tako nihanja, ali sem 100% great in mi gre, ali imam tako 5, naprimer v srednji šoli, ali bom imela tako enke, ni neke sredine, veš, ali tako zabluzim, ali pa ne. In zato je meni cool, veš, tako da imam ta nek sistem, čeprav sovražim pravila, čeprav sovražim jaz te neke datume in tega, da se moram držati, mi je cool, ker me nekako prizemljijo, vseeno tako veš neka ta tako vrv, ko se lahko primam zmeri in vem, da zdaj pač to so datumi, to so tako, ker če bi imela samo umetnost, meni po mojem bi se pač zmešalo. Veš, jaz sem ful tako uni umetniki, nažalost, ki so tako veš destruktivni, ki se na koncu uničijo, sam se veš bolj tako pod mostom s pivo v roki, pač no joke, ampak res pač razumeš, jaz sem ful taka in zato ljubim jaz in potrebujem tako sistem in pravila in to mi nekako šolski sistem in to mi nekako ponuja, no, kar me prizemlji. In mislim, da umetniki tudi, definitivno vsaj tisti, ki so uspešni, imajo neko self-control, imajo neko disciplino. To mislim, da je tudi umetnosti. Ja, seveda, htio sem reči, da dosti avtorjev pa nekih umetnikov imajo dnevno službo, ne? In pole okruh tega pole planirajo še umetniške dejavnosti, ali je to pisanje, ali je, ne vem, snemanje, ali je pisanje besedil. Preveč svobode je nevarno, ne? Pač, no joke. Ja, mislim, preveč striktno med vse ni v redi, ne? Preveč svobode pa je spet, ne veš, ki bi sam sabo, ne? Pole, ko si rekla, destruktivno. Deluje na te, ne, tako da. Ja. Top. Tako. Ja, mislim. Še kaj? Ja, še zaključno vprašanje, ne. A to veš, kakšna imamo? Ja, kaj je zame dobro počutje? Tako. Kaj tu imamo za vsakega gostjo na koncu podcasta, kaj zate pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobrega počutja. Kaj zame pomeni dobro počutje? Ja, zame definitivno pomeni dobro počutje to, da imam poštimano in mentalno in fizično, ker mislim, da to je res pomembno in to pri meni se ful dopolnjuje eno z drugim. In dobro počutje je to, da ne vem, sem srečna in se počutim tako veš zdrava in močna v svojem telesu, da bi lahko nekoga pretepla, če bi ponovno. To je zame dobro počutje. In da je tako, ne vem, veš, da si rečem, si tako, vse funkcionira, tako mentalno in fizično. To je zame dobro počutje in da ja, na svet za dobro počutje definitivno bi rekla to, da ne vem, si vzameš vsak dan cajt, pa tudi, če je tako majhna stvar, da narediš nekaj za dušo. To se mi zdi, da je najpomembna stvar, ker se mi zdi, da če ne, pač je brez veze živeti, ne boš imel dobrega počutja, ker v življenju pač dejstvo je, da dan je sestavljen, tako se mi zdi nek urnik in vse, da moraš pač sam delati in redko kdaj se mi zdi, da ne, imaš čas zase in se mi zdi, da dobro počutje in dober life je to, da si narediš ga sam in si vzameš nekaj, kar te veseli, no, za dušo, to je ena. Druga je definitivno narava, pač ne zgubiti stika z naravo. To je meni res narava in pač tako, da to kramo od vsakega dnevnega življenja pa samo tako odvržeš in prideš nazaj k temu, pač kar si ti in kar na koncu bomo pač vsi, ko umremo, ne. Pač tako narava, no, ja. In kaj tretje bi rekla, to je mogoče tako ful kliše, ampak pač legit spanje. Spanje, to na koncu jaz pridem zmeri k temu, ker tudi tako, ne vem, sej zanemarjam spanje, ampak vidim, da na dolgi rok pač se mi pozna in sem slabe volje in ne moram delati stvari, kot bi hotela, tako da to mislim, da je res pomembna stvar. Ja. Top. Se strinjam in se poistovetim, sem se povedala, tako da res super. In bodite strastni. Vidiš. To je najbolj pomembno, sorry. Ja, to je, evo, ključ do srečnega življenja, dobrega počutja, vsega. Ja. Top. Evo, zdaj lahko še deliš. Ja, kaj? Povej. Zdaj pa kakšno vprašanje, seveda. Kje me ljudje lahko video dobijo? Ja, tako. Lahko mi pišete pisma. Stalkerine, tako je naslov. V bistvu, kaj imam? Instagram imam, eva.hocevar, imam Facebook, TikToka nimam in mail. In pač to je tako, ne, in lahko me pokličete, če najde se kje moj telefon
telefonsko, ker očitno kroži naokoli, ne vem kako pač to Do mene ni še zgodilo. prišla. In kar me kliče neke random številke in tako da lahko tudi pokliče, sicer ne vem, če sem javila, ampak ja, tako no. Tako da ja, to je to. In ta nov tvoj single. Ja, ko sebe prodaš, poglejte si, ker mislim, da pač je res iskrena stvar. Je res iskrena stvar in mislim, da kar je iskreno in pristno, mislim, da zna užgat. Ha. Tako da, ja. Evo. In še kaj Hana, Nik? To je to. Hvala, Hana To je Nik, to. za produkcijo. Hvala, Hvala Nik, za tebi, produkcijo. Eva, ki si se Hvala, odzvala. hvala. Super pogovor. Ja, res super. Na začetku nisem vedel, če bomo klepetali. Ne, Jaz saj nimam vem, pojma od ja, muzike. ja. Ampak Jaz na sem koncu tako, je jaz šlo pa. nimam pojma, da bom počutil. Ampak smo, pa se mi zdi fajn predelali, ne stvari. Ja, ker mislim, pač, da sej se to povezuje, dobro počutje, umetnost, sej smo sami ljudje, ne? Ja. Ja. Moja lekcija danes je pa, da se je treba prepustiti flowu. Sem imel napisano vprašanje, ampak sem videl hitro, da tu ne užhe. Samo prepustiti flowu in No, to je to. vidiš. Ja. In jaz se bom še kdaj jih tebi zatekla, zakaj še nas je za podcast. Če mi je začela, ne bomo Tu videli. bolj Hana Nik. Ona dva ima sta tehnični del na čez, jaz Ja. imam pa inspiracijski No, oziroma sej. vsebinski del. Ja, Tako da, lej, to. tako da, lej, to je to. It's a rap! To. Bravo, super. Je to hudo, res.